Za učenje vedno potrebuješ nagrade, ampak tudi kazni. Veliko manj izgovorov staršev in zaradi tega velikokrat popuščajo, pa bistveno več imajo. Kako bi pa pri mlademu človeku bilo pametno pristopati do tega kot starš? Moramo podporo športu povečati, če hočemo imeti rezultate. Matej Tušek, eno izjavo imam tvojo klele zapisano. Ja. Talent je izgovor za lenobo. 80% je delo, pa 20% je talent. Lažje življenje vedno dela bolj lene ljudi. Kaj bi rekel, da ti je psihološko dal to? Otrok v bistvu hoče narediti stvari po svoje, ker je to prirojena težnja. Če se zdaj zaradi tega počutiš manj vrednega, očitno nimaš pravih vrednot, ne? Večina izmed vas, ki bo gledala to epizodo, ni naročenih na naš YouTube kanal. Z ekipo bi nam ogromno pomenili, če to tudi naredite. Tisti, ki pa že subscribate in delite epizode med svoje ljudi, pa najlepša hvala. Zaradi vas za ta projekt lahko zvejo ljudje, ki drugače ne bi. Če pa med vami kdo, ki bi projekt rad podprl na svoj način ali pa mogoče podprl sebe z nakupom magnezijevega napitka, ki ga imamo, pa poglejte v opis epizode. Tam najdete vse. Zdaj pa uživi v pogledu. Konkretno sem se odločil po 18 letih, ko sem premislil medicino, ampak jaz sem že od 16 let, 17 let naprej delal. Kot že v srednji šoli sem delal. Pa pod očetovim okriljem? Ali? Ja, seveda. Pri nas doma je bilo, 8 športnikov na dan. In jaz sem imel sobo, mi smo imeli skupaj, 4 otroci smo imeli skupaj z očetom sobo, kjer smo imeli vsi pisalne mize. In pa, ko je fotor dobil, jaz sem bil glih v gimnaziji takrat, ko je fotor dobil športnike, smo mogli vsi ven. In jaz sem prišel na vrsto pol noči za učice. Sem rekel, jaz to ne moram tako, jaz imam 2-3 ure se zaučiti v gimnaziji takrat. Sem rekel, da to ne more biti, pa tam so hodili, ti predvsem skakavci so hodili na veliko. Mladi, ki jih je tale Jani Grilc, ta mehen trener, ki je zdaj v penziji že, ampak ga vedno velikrat pokažejo. Jih je vozil tja, ki je bil iz sosedne vasi, ne? Sem rekel, pa da je, bom jaz, da ti mene ne 2 ali pa 3, da jih bom jaz prevzel, da jaz 2 uri prej fertik, da do polnoči lahko se naučil. Ne? In pa sem tako začel delati. To je bila tako zgodba. Ne? A se koga tako še posebej spomniš od teh znanih? Ja, takrat so midva z Matjažem Zupanom, sem jaz ful veliko delal. Takrat to je bilo še preden, da sem šel jaz v vojsko. Pravi, sem bil 4-letnik v srednje šole. Sem začel z njim veliko delati. So delala ful veliko vizualizacij, kadar se je izgubil v formi, pa to. Enkrat se spomnim, da sem delal tudi z Miranom Teplešem. Pa so bili pa te taki mlajši, ki so bili takrat mladinci, pa so pol tudi, vsi so naredili pol še karijere. Ne? Ampak to zdaj govorim, preden da sem šel jaz sploh delati sprejemni izpitec za psihologijo. Sem bil gimnazijec v Kranju. Pa sem pa začel takoj v prvem letniku faksa, sem pa jaz že začel delati na faksu. Sem pa že preko inštituta za šport delal in sem pa že imel, jaz sem bil že, ali pa ne vem, mogoče bil v drugem letniku, čakaj, da sem 80, mogoče bil v drugem letniku, takrat, ko je bila osamosvojitev, sem bil že mogoče sem bil drugi ali pa tretji letnik faksa, sem bil že s športniki na svetovnih prvenstvih okrog. Prve medalje, ki so bili, prva medalja za Slovenijo, so jo dobili keglači, sem bil jaz takrat z njimi. Je bilo to v Bratislavi, meni se zdi, ja. Pa mislim, da sem že v enem drugem, tretjem letniku sem bil jaz že, sem šel, vem, da že na tekmo z lokostrelci v Las Vegas, pa to, pa Los Angeles, tako da to je bilo že vse, še preden da sem sploh doštudiral, ne. Veliko sem že, zdaj, jaz sem pa 92 leta se zaposlil, 96 sem bil pa na olimpijskih igrah, že sta prvič, ne. Tako da, jaz sem veliko delal že prej, ne. Prvič, da sem s psihologijo prišel v kontakt, je bilo, ko je moj oče delal doktorat in sicer je primerjal tatove pa morilce iz Doba, vse, ki so bili takrat v Sloveniji obtoženi, moški, ne. In to je bilo, mislim, da 2 študentki, ki sta mu celo leto testirali te ljudi, oni tja prihajajo, pa je bilo potreba vse te možne, to je bila ena taka zanimiva tema, prostorski simbolizem, oni v bistvu skozi razne risbe njihove, pa skozi način, ne vem kam, on na prazen papir napiše oče, mama in tako naprej. In v bistvu ugotavljal, kaj se skozi risbo, pa skozi
tak prostorski simbolizem, da ugotoviti o tem. In bilo treba to vse zvrednotiti. In to je bilo čez 1000 ljudi, pa vsak je imel tak pok vseh mogočih testov. Ne? In to je bilo treba vse zvrednotiti, narisati pa vse to. In to sem jaz takrat ful pomagal, bil sem pa star 10 let. Takrat sem se jaz to prvič s psihologijo spoznal, se še zdaj spomnim, kaj pa treba, to je bilo tako, recimo, on je dobil A4 format, pa je rekel, nariši, lociraj, noter, oče, mama, jaz, brat, sestra, recimo, in pol je vsak, pa je bilo treba z vseh teh 500 enih, pa 500 drugih, 500 morilcev, 500 tatov, je bilo treba v bistvu na A4 format delati, smo v bistvu pol pogledali, kam je on lociral pikce, kje so se neki klastri nastali, pa se je videlo, da recimo morilci, ne vem, sebe nekam gor, dol na papirju, kakorkoli, ampak to je bilo treba vse, to smo takrat so z očetom naredili en tak aparat, ki je bila taka škatla, noter so bile lučke, gor je bilo steklo in pa si ti dal spodaj njegov papir, če si dal pa bil papir in tam, kjer je on lociral sebe s križcem, tam si naredil eno pikco, pa si mogel vseh 500 noter in si pol delati, to je bilo tako. Ampak to je bilo tak pok, to je bilo recimo 100 raznih listov, plus še testo, vprašalnikov, bom rekel, za enega človeka, bilo jih je pa 1000. Wow. In to je bilo tako, to je bilo 3 leta, 2-3 leta delanja vsega tega in to sem jaz kot 10-letnik pomagal in se še zdaj spomnim, tako da je bilo zelo težko, da ne bi bil psiholog pri takem delu. Pa je bilo to zelo tako, ker sem videl, ker je en tak pok listov bil, pa je na vseh listih pisalo, nisem kriv. In morilc, kao ne bi bil, zdaj, je bil kriv ali ni bil kriv, jaz sem rekel, kaj ne to pišem, on nikjer ni izpolnil, on je posod napisal, nisem kriv. Tako, kaj bi rekel, da ti je psihološko dal to, tak način dela, tok časa? To mi je dala vztrajnost, potrpežljivost, pa to je. Ampak to je moj fotor pri nas tudi na drugačne načine gradil. Tako da to, da delaš 10, 20, 30 ur skupaj, to ni noben problem pri meni. Sploh, če delaš nekaj, kar te veseli, ker jaz sem mogel to delati. Mi smo zraven, to vedno, kadar predavam, povem, mi smo zraven, eno staro hišo smo kupili, pa smo jo mogli čisto razturiti, pa popraviti, pa to. Zraven je bila pa ena njiva. 3300 kvadratnih metrov. To je tako 80 krat 50 metrov. In nismo bili kmeti, nismo imeli nobenega stroja, ampak tisto njivo imaš tam, čez na Gorenskem vlada naš pusto, da bo to propadalo. In pač smo neki pač usijali in pol, pa nas smo bili vsi, 4 otroci smo bili, vsi smo na gimnazijo hodili, to je bilo, šola je bila v spredju, ampak pol smo rekli mi junija enkrat, kaj bomo šli mi kje na more letos? Je rekel, pejte v avto. Ja, a se ne bomo pogovorili? Je rekel, pejte v avto. Zakaj? Boste videli, je rekel. Se mi spokamo v avto, to ni bilo tako, da se kje pregovarjaš. Pa če je rekel, gremo v avto, smo šli v avto. Da se pelal na njivo, 3 kilometre van iz vasi. Je kaj pa tle, pride tja, je takole z nogo naredil. Je rekel, mater, je toliko plevela, da se sploh ne vidi, kaj smo sjali. Je rekel, točno ne bomo, dokaj ne bomo pleli, ne gremo nikamor. In jaz sem bil zraven, ko so bombardirali, KJLA bombardirala Krvavc, ker smo bili pod Krvavcem, ko je bombardirala letališče. Jaz sem se gledal zraven. Zakaj? Ker sem bil na polju takrat. In sem okopaval nekaj, kar smo pol, ne samo takrat, takrat tisto leto tudi, takrat nismo šli na more, ker je bila vojna, ampak vsako leto je bilo tako in po, ko smo šli mi, ko smo to pleli, smo šli nekam na more in ko smo prišli nazaj, se je vse nazaj prijelo in vse isto smo mogli še enkrat opleti. In ko ti 80 metrov pleješ in si misliš, mater, vsako leto sem fotro delal izračune, kako se nam ne splača imeti tega. Zato, ker za tisto vožnjo z benzinom, ki mi do tja porabimo, pa čas, pa vse, ne vem kaj, da se absolutno nič. Ampak, ker nimam nobenega, ker sem vse z denarjem zračunal, ker nimam nobenega argumenta, je rekel, ja vem, sam to je pa domača hrana. Ja. A veš, da je nehal s tem, ko smo se vsi otroci odselili, pa je dal po najem, pa ni imel več delovne sile. Ampak, če ti 8 ur na 35 ali pa 30 stopinjah
pleješ nek osad iz unga, za nekaj, kar ti gre ekstra na živce. Jaz sem rekel, nikoli v življenju ne bom imel ne zemlje, ne vrta, ne trave, nič ne bom imel. In če ti to delaš, pol da ti delaš 8 ali pa 10 ur nekaj, kar te zanima, pa kar ti je fajn. To je super, to je z lahkoto. Tako da mi smo bili trenirani na drugačen način. A si ga kdaj vprašal iz Ferbca, zakaj je na tak način pristopil do tega? Ja, ne, pač to je bilo namen, pač to je bilo treba narediti. Ja. Ni bilo nobenega posebnega namena, to je bilo treba narediti in ni bilo nekega izgovora. Ob sobotah je bil edini dan, ko si lahko spal, zjutraj 7:30 je on stal spodaj pri stopnicah, klical vse na 4. Zajtrk, pridemo dol, je naredil listo, tako 25 stvari, kaj je treba danes v soboto narediti. Nikoli nismo vseh naredili, ampak do 15-16 smo prišli. Kaj pa noč bila? To je bilo tako, to je bila disciplina, pri nas je bilo bolj strogost, ampak pa se navadiš nekaj delovne navade in ti je normalno. Ne? Mislim, sigurno ti je mogel nekaj to dati. Ne? Seveda in tudi, danes mi je super, da sem bil tako in tudi absolutno zagovarjam to, da je treba biti bolj strog do otrok. Zato, ker zdaj, ko gledamo, kako to izgleda, totalno razpada in ljudje postajajo razvajeni, zdolgočaseni, vse jim je težko, to pelje na koncu v propad. Kako boš tudi samozavest gradil, če se ti nič ne ljubi delati, če si v ničemer ne moreš uživati, vse, kar je naporno, seveda ni naporno, se fajn imeti, ni naporno, kaj dobrega pojesti, ni naporno, ampak to pomeni, da smo vsi potem predebeli, gibamo se ne, zato ker gibanje je že naporno, ne, razen če je kaj zelo prijetnega, ampak večina tista gibanja, ki ti pomaga, je naporno. Ne. Skratka, in imaš na koncu razvajene otroke, ki bojo propadli, ki se jim ne bo ljubilo na koncu niti razmnoževati več, kaj šele kaj druga. Ne. Ker je tako pa še dopamin kasirajo pa seveda, na telefonu. Seveda. Ne. Ja. Tako da to je kar, po mojem je to kar izziv za prihodnost. Kaj pa lahko vsak starš mogoče, česa bi se mogel vsak starš zavedati, ali pa kaj lahko starš dela kot nekaj, kar bi pa pomagali pri kvalitetni vzgoji? Prvo zelo pomembna stvar, ki se zgodi, je ta, da večinoma imajo starši svoje otroke zelo radi in jim potem popolnoma popuščajo. Oziroma, po domače povedano, rit odnašajo in delajo stvari na mesto njih in oni se pač navadijo, da bo to nekdo na mesto njih naredil. In zdaj, dokler si ti v družini, lahko tako funkcioniraš, kot to starši za tebe naredijo, ko si enkrat samostojen, si neoperativen. Mislim, ljudje nič ne znaš narediti, nič se ti ne da narediti. Doma ne znaš poskrbeti za najbolj osnovne stvari v stanovanju, potem taki otroci so neodgovorni. Večinoma pride do tega zaradi tega, ker imajo otroke preveč radi in jim je težko. In še ena zelo pomembna stvar. Cela ameriška psihologija, pa tudi ruska psihologija je temeljena na učenju. Za učenje vedno potrebuješ nagrade, ampak tudi kazni. Pri nas smo šli v to smer, da nagrade dajemo, kazni, pa mislimo, da jih ne rabimo. Ne? Ampak ni res. Ljudje, to je korekcija. Že vsaka žival, če ni nikoli kaznovana, pač misli, da lahko vse naredi. In mi smo se tem kaznim odpovedali in zato pač imamo težave z vzgojo. Zato imamo pač izrazito permisivno vzgojo, ki pač povzroča razvajene otroke, premalo. Še ena zelo pomembna stvar. Bomo rekli ne avtoritarni, ampak mi uporabljamo besedo avtoritativni vzgoji, so tvoji starši. To pomeni, to so tisti, ki včasih kaj ne narediš zato, ker te je strah, kaj bojo oni rekli, ampak ta strah povzroči, da ti ne narediš neumnosti. In je prav, da jih ne narediš, zato ker, recimo, če si predstavljamo enega športnika ali pa ne športnika, recimo, ker te je strah skočiti na planiški velikanki, ne gre skočiti na planiški velikanki. Ampak če gremo midva skočiti na planiško velikanko, se to ne bo dobro končalo. In ta strah nama, pa tudi kjermu drugemu, ki je še malo bolj nor, kot midva, prepreči, da bi se ubil tam. Preživeti. In ta strah je pravzaprav nekaj, kar ga nujno rabimo. In zdaj ti ne greš
ti kot otrok ne takneš prstov v vtičnico, ti ne veš, kaj je elektrika in ti ne veš, kaj ti lahko ta elektrika naredi. Ti to ne vtakneš noter, zato ker vsakič, ko si to hotel vtakniti, so te starši po prstih užgali. In ti v bistvu to ne narediš zaradi tega, ker te je strah, da te bodo starši kaznovali. Ne zato, ker bi vedel, kaj je elektrika, ker pa enemu letu ne veš, kaj je elektrika in pojma nimaš, kako lahko to deluje. Ampak te mehanizmi omogočajo, da se mi varno obnašamo. In če ti vse te mehanizme stran daš, pač zgubiš en velik del vzgoje. In potem pač pride do tega, da otroci, mladostniki nimajo ustrezno vzgojenih nekih vrednot, nekih pravil, nekih vedenjskih vzorcev, ki jih pa bojo nekoč kasneje v prihodnosti nujno potrebovali za življenje. Jaz imam 2 let staro hčerko, pa zdaj še eno dobim. Zdaj je obdobje, kjer je velikrat ne. Kjer pač ni. Ja. To, da si čevlje gor, ne. Ja, ampak to je obdobje, ko se razvija avtonomija, avtonomnost, samostojnost. In otrok v bistvu hoče narediti stvari po svoje, ker je to prirojena težnja in ti tudi pomaga, to je začetek unega obdobja, ko ti začneš razvijati samozavest. Kar pomeni, da če otroku vsakič preprečiš tisto, kar bi on rad, bo on težko razvil neko samostojnost in bo tudi težko razvil eno osnovo za samozavest. Seveda, ona bo hotela vse. In zdaj nekaj velik stvari ji lahko pustiš, pa tudi, če ji ne bo uspelo, ne bo nobene katastrofe. Da bo pa hotela, čez cesto teč, takrat, ko ona hoče, je pa to lahko smrtno nevarno, tam pa pač ne boš smel pustiti tega. Tako da velikokrat je tako, da mi poskušamo, ali pa z otrokom se da včasih malo zmanipulirati. Ti mu rečeš, če priješ domov, pa nimate dvigala v stanovanju, pa rečeš, da ti boš nesel to vrečko, jaz pa to, pa bo otrok rekel, ne bom nesel. Češ pa rekel, me prav zanima, kdo je hitrejši, s polno vrečko v rokah, na vrhu, ti ali jaz sem siguren, da sem jaz, bo pa tekmovala, pa bo dosegla tisto, kar hočeš, seveda, moraš znati pravilno pač pristopiti k temu. Ja. Ampak, ali pa da ji daš, da ona lahko razpolaga, pa odloča med 2 stvarmi, ki sta obedve za tebe sprejemljivi. To si vedno na tak način v bistvu pridobiš, doseže sam, moč pa razumeti, da otrok s tem, ko nekaj, recimo se odpravljaš od doma in otrok mudi se ti, zamujaš v službo, pa prej moraš otroka v vrtec odpeljati, in zdaj hočeš iti domov in ta otrok bi rad zaklenil ključavnico. In seveda ti to narediš takoj, otrok pa unga oskega ključa ne more vtakati noter. In ti mu rečeš, no pa dej. In pol vtika noter in vtika in ne gre in je trikrat na tla pade in pol tebi se že zmeraj bolj mudi in reče, dovolj, nima več časa, vtakneš ključ, zakleneš in potem je seveda trma, se v tla meče, pobegne gor v zgornjo stanovanje oziroma na stropje, jo iščeš okrog, zgubiš še veliko časa, kot bi sicer, ampak nimaš časa se ukvarjati s tem. Greš pol tam v avtu 10 minut klipa, pa se pa umiri. Tudi to je realnost. In ni nobena katastrofa, če je to tako. Sam ne more biti vsak dan tako. Kaj imaš pa čas, pa ne ona noter da. Pa ko bo videla 3-4, da zna noter dati, in to ne bo več zanimivo. Zanimivo je bo nekaj novega, nekaj tega, kar vidi pri odraslih, da zmorejo, ker s tem se ona počuti dobro. In zdaj, če nikoli nimaš časa za vzgojo, pol pride do teh težav. Kolikor se zgodi, recimo, da rečejo starši, pa kako se tale sosedov fant lahko skozi uči, ti se pa nočeš. Ampak, ali pa on lahko pomaga doma, ti se pa nočeš. S tem, da si prišel od doma, pa je otrok hotel zraven s tabo kosilo kuhati, si bil zmatran, pa vmes je 3 krožnike prevrnil, pa si rekel, pej ti tam risanko pogledati, jaz bom pa to naredil. In on se je navadil, da gre risanko pogledati. On je najprej tudi hotel, pa si mu povedal, da je za nič, da pojma nima, da je nesposoben. In zdaj se je on navadil, da je risanko gleda. In zdaj to ni krivo, da njegova, da ne pride pomagati, to smo ga mi naučili tako. Wow. Tako da velikrat so take stvari, ki so v ozadju tega, da so neki vedenjski vzorci otrok, mladostnikov, to je vedno odraz tega, kako so starši funkcionirali. Tudi otrok vedno išče neko lažjo pot. Če mu jo dovoliš, jo bo pač vzel. Mislim, večina, 90% otrok bo vzela lažjo pot. Tako kot pes. Psa imaš doma,
ima svojo poslo, ampak on hoče biti pri tebi. In vsakeč, ko se odločiš, da boš šel gledati televizijo, on pa stoji tam pri tebi. In ga gledaš in reče, čakaj, ti ne boš nasediš, ti imaš tam svojo poslo, pa je tja. Pa gre, pa se malo ustavi, pa čaka, če se už mogoče premislil, kaj sem ti rekel, kje imaš poslo. Pa gre v slabe volje tja in se tam usede. Ti gledaš televizijo, on pa tebe. In čez 10 minut je na pol poti, čez 20 minut ti je na nogah, čez pol ure, če nisi odreagiral, ti je naročil. In gre tja. In zdaj, če ti nisi odreagiral, si ga ti navadil, si ti krivtko. Če si pa predstavil te vše, kje si zdaj? Kje so rekli, da si tvoj posla je tam imaš za biti. Se bo navadil in se bo navadil, tako se bo otrok navadil, sem se je treba ukvarjati z njima. Zakaj pa misliš, da je generacija staršev zdaj, pa mislim, težko je reči zdaj posplošeno, ampak tako generalno gledano, bolj tako šibka iz vidika postavljanja mej ali pa bolj permisivna? Kaj prepelal nas do tega? No, ena stvar, ki je, tudi včasih so imeli radi svoje otroke, tako kot danes. Nič manjih niso imeli radi, ampak prvi problem, ki je bil to, da so bile želje otrok včasih precej manjše kot zdaj, ker če druga ne, videli niso storijo. Zdaj, ti si želel ene kavbeke ali pa nekaj taga in pač si jih enkrat dobil. Danes, ko greš ti v trgovino, sploh ne vem, okrog Božiča in tako naprej, ko so prazniki, najprej vse tiste stvari, ki jih otroci hočejo kupiti, naštimajo police tam, kjer priješ v trgovino, ali pa tam, ko v vrsti čakaš. Zato, da otrok vmes, ki čaka, se mu še 100-krat zmeša, pa bi še to, pa to imel. Zdaj, se tudi včasih bilo tako, prvič te izbire ni bilo, in toliko želja nisi mogel ustvariti. Ampak tisto, kar si ustvaril, si videl, si imel možnost, ampak mama bi ti tudi kupila, pa ni imela dovolj denarja. Danes ga pa ima. Želje mehkih otrok so poceni. To je relativno zelo poceni. Recimo, greš v trgovino, če imaš fanta, fanti imajo radi avtomobilčke. In ti greš v trgovino, najprej si bil v službi, pa greš v trgovino, moraš tam ne vem kaj nakupiti se, zima je, bundo imaš, vroče je, prišvican si in tako naprej, čim prej bi rad končal. Otrok se ti v vsakem trenutku, jaz bi pa tole, a lahko to pogledam. Hitro skapiraš, da če mu kupiš en avtoček, so on vmes, ki ti nabereš, pa mečeš v voziček, z unim avtomobilčkom igra. In un avtomobilček te stane 3 evre. In reče super. In srečaš pol tam v Šparu še enega prijatelja, pa ko se on z unim avtočkom igra, reče na kavo, lahko poklepeta z njim, vse je to možno. Ampak en avtoček te to stane. In ko greš drugič v trgovino, si rečeš, mater, če mu kupim en avto, bo spet fajn, pa on je tako vesel teh avtomobilčkov, pa še pol se igra, in pol mu spet kupiš avto. In tretjič, ko greš v trgovino, že otrok te gleda, reče, ja bom danes spet avto dobil. Pa, pa mogoče misliš, kaj, če je sploh pametno, ampak ne sem to, otrok reče, ampak jaz danes ne bi tega mehnika, jaz bi hotel imeti danes tega velikega. In tako se te želje zmeraj stopnjujo, ampak ti, mogoče pol na tretji nivoju pa rečeš, čakaj, mogoče pa to ni v redu, da jaz njemu avto kupim kar tako, samo zato, da imam jaz mir, pa da lahko mirno kupim. Ja, veš, ne, danes pa ne bova, ne moreš vsakič dobiti, ja, zakaj ne, jaz pa hočem imeti avto, pa se tam pregovarjaš, pol v nekem trenutku ti nočeš popustiti, se on odloči, da ti bo ono, kar si ti noter dal, ven meto, recimo, ali pa karkoli, skratka, on naredi totalno dramo tam, bolj kaj močna drama, prej ti popustiš in mu kupiš čist avto. In ga v bistvu naučiš, da če hočeš priti do avta, mora sam dramo narediti. Ne da mora biti priden, ne da se mora zaslužiti to. On mora tam, če pač ne dobi svoje želje izpolnjene, mora čim bolj zatežiti, pa je večja verjetnost, da bo prišel do tega. Ampak včasih je bilo vse to težko. Včasih je bilo mamam težko, ko so hoteli kaj kupiti tega, pa tako ni bilo vsega tega za videti, ampak če pa že videl, pa ni imela denarja, pa rekla, nimam denarja. Reč danes 3 leta staremu otroku, ne, nimam denarja. Bo rekel, pa s kartico plače ali pa 5 na bankomat. To ti bo 3 leta star otrok rekel. In danes je v bistvu veliko manj izgovorov staršev in zaradi tega velikrat popuščajo, pa bistveno več imajo
in je lažje to kupiti, kot je bilo nekoč. Če bi bilo takrat, zato smo imeli pa razvajene hipije, pa ne vem kaj, smo jih imeli, samo ne v Sloveniji takrat, zato ker ta generacija je že vse imela takrat, ne vem, v 70 letih v Ameriki, pri nas pa ne, ali pa na Zahodu, pri nas pa ne. In to so bili v bistvu vse te generacije ljudi, ki so v bistvu zelo hitro stvari dobili, in potem, ker zelo hitro stvari dobiš, je tvoja želja zelo hitro zadovoljena in pa počasi manjka želja. A bi rekel, da je lih to klefora, da starši danes iščejo manj naporno pot, ko gre pri temu, da bi neko mejo postavili pa ustrajali pri njej. Torej, da pač ni te ustrajnosti. Da je tako, ok, ne, pa dejno, na, klemaš, sam mir mi dej. To je ena opcija, ampak jaz mislim, da ni tako, da so zdaj oni toliko bolj, bom rekel, razvajeni, čeprav so tudi ta generacija, ki so danes starši, so tudi bolj razvajeni, kot so bili oni prej. Ampak in je tudi težko se ukvarjati z otroci, ali pa jim je isti problem. Ampak drug problem je, da vedno je bilo to, da bi starši poskušali otrokom zelo veliko stvari ustrežiti, ampak včasih preprosto starši tega niso imeli. In on je takrat zabremzal, ne zato, ker bi hotel, ampak zato, ker ni mogel tega narediti. Danes pa praktično povprečen Slovenec vsak želje mehkih otrok z lahkoto zadovolji in pa ne zna reči ne. Sploh je pa še problem, da ima, ta tudi ima, ker te želje pol v najstniških letih postanejo večje. Zdaj hoče imeti, ne vem, najstnik, ki nič ne dela, mora imeti najdražji možen telefon, ki je. Unik, vsak dan delamo 100 stvari, si kupimo telefon, ki ni najdražji, ki je sicer dober, ampak ni najdražji. Najstnik, ki je star 16 let, 15 let, mora imeti najdražji telefon, pa ni še nič naredil, pa tudi ga ne rabi za 100 stvari, niti mailov nima, niti nič takega nima, se pravi. In tle pa starši seveda popuščajo. Zakaj? Zato, ker lahko. Če lahko kupi telefon za jurje pa pol, ga pač kupi, če ga pa ne more, ga pa ne kupi. Ampak je veliko takih, ki zmorejo to. Kaj v resnici ta najstnik išče s tem, da hoče? On išče pač neko potrditev v družbi. Pripadnost. Oziroma nek status, ki se pa veže v enem najstniškem obdobju na izrazito neke. Jaz sem malo alergičen na to. So vsi okrog mene, pa to ne moreš tako, Zdaj si tam zmislijo in kar naenkrat en pulover rata popularen, ki je vreden 5 €, ampak mora pisati tisto, kar mora pisati, pa točno tisto mora biti, ne sme biti fake, ker če je fake, pol to ni vreden. In stane 200 €, v resnici pa stane 5 €. In zdaj, če nima tistega puloverja s tistim napisom, ki je mimo grede, čez cel hrbet boš imel nek napis, ali kaj, zato, ker je to nekdo na YouTubeu ali na Instagramu spromoviral, se zdaj počuti otrok manj vrednega. Zdaj, seveda, jaz mislim, da bi mogli starši pač razložiti, da to ni, če se zdaj zaradi tega počutiš manj vrednega, očitno nimaš pravih vrednot. Vrednote bi mogli biti nekje drugje. Zdaj, če jaz, ne vem, sem dober človek, prijazen, spoštljiv, pomagam ljudem, ne vem, to bi moglo biti tisto, kar bi bila vrednota, po čemer bi ljudi cenili tudi v adolescentnem obdobju. Ne pa to, a zdaj on ima iPhone, ne vem, 17 plus Pro ali kaj, ali ima ne vem, nekaj druga. In to je, tukaj pa je seveda cela stvar mogoče šla malo napačno smer. Kaj misliš, da je bila posledica oziroma razlog za razvrednotenje? Kaj nas je pripeljalo do tega? Tako čisto tvoje mnenje ali pa strokovno, kakor želiš. En del je sigurno to, da ni več težko živeti. Mislim, mi jamramo, koliko je težko, ampak ni tako težko. Ljudje ne delajo tako, pa ne trpijo tako, kot so nekoč trpeli. In ima preveč časa. Zdaj, da malo pokažem, kako to izgleda, recimo z najnovejšo novostjo, v zadnjih 2 let, se pravi umetno inteligenco. Zdaj, včasih si napisal seminarsko nalogo na faksu na način, da si pač mogel iti vse možne knjižnice, zbrati material, diferencirati, kaj je dober material, kaj ni dober material, iz tega prebrati vse stvari, narediti nek povzetek, to napisati s svojimi besedami in tako naprej.
izbrati literaturo in to je bila seminarska naloga, ki je mimo grede zahtevala kar veliko miselnih procesov in skozi te naloge si ti svojo inteligentnost tudi razvijal. In za neko dobro nalogo zdravo mogoče cel teden. Ne? Danes najstnik napiše četu, napiši na 10 straneh z 20 znanstvenimi viri seminarsko nalogo o tem in uporabi tak pa tak jezik, recimo. Ne? In to bo v 5 minutah nekdo napiše. Prvič, vseh unih sinaps, ki so med živčnimi celicami nastajale, ki si se ti učil, tega zdaj ni. Ker ti nisi nič naredil, razen da zdal navodilo. Še vprašanje, če si sploh prebral celo nalogo. Ne? Se pravi, vseh teh milijonov sinaps, ki si jih prej razvijal, zato da si, in so ti pol ostale, zato da si lahko neko tako nalogo naredil, tega ni. Ne? Zdaj, če bi ti, zaradi tega, ker si to v 5 minutah naredil, zdaj cel teden delal 100 drugih nalog, bi bilo to super. Ker od vsake bi se, če druga ne, saj prebral, bi se naučil še več, ampak to ni dejstvo. Oni zdaj cel teden so ljudje prej uporabljali seminarsko nalogo, delali stvari za seminarsko nalogo, zdaj pa to v 5 minutah računalnik napiše, ti imaš pa zaradi tega 6 dni pa 3/4 frej, kad delaš na umnosti, ali pa nič ne delaš, ne? Ali pa vsaj ne nekaj, kar bi dejansko razvila tvojo inteligentnost. Kar pomeni, da bomo imeli čez 10-20 let eno veliko generacijo ljudi, ki bojo veliko bolj neumni, kot so bili zdaj. To je dejstvo. Nekaj jih bomo pa imeli, ki se bodo drugače obnašali. To je zdaj ena stvar. In zdaj v tem kontekstu, če pogledaš, recimo to vrstnih stvari se je zgodilo zelo veliko in je z tega zornega kota življenje lažje in lažje življenje vedno dela bolj lene ljudi. Če gremo pogledati recimo do področja športa, če greš pogledati najboljše kolesarje. Kolesarstvo, če smo zdaj v zadnjih letih zaradi uspehov malo več spremljali, vidite, da je kolesarstvo krut šport, nevaren šport, po mojem eden najbolj nevarnih, eden najbolj utrgano napornih športov. Te ljudje so mega, vsi po vrsti so ekstra drobni, ampak praktično na vsakih tekmah, na vsaki tekmi so krvavi, izpahnjene na roke, zlomljene ključnice, po glavi potolčeni, vse mogoče stvari. To je v bistvu, ne vem, Formula 1 ni toliko krut šport ali pa MotoGP ni toliko krut šport, ker so vsi zavarovani, tle pa niso. In zdaj v tak res grozen šport, gledano z vidika napora, je pa to sploh nenormalno težko. V takem športu ne morejo prosperirati razvajeni otroci. In pol, ko gledaš te zgodbe teh ljudi, ki so uspešni, to so sami taki. Un je bil drvar, oziroma iz gozda je vlekel, drva, oziroma drva tele hlode, un ta drug je v ribarnici delal vsako jutro od 5 zjutraj. Zdaj, če to, da delaš v 5 zjutraj v ribarnici, primerjaš z enim kolesarstvom, pa zmagami, pa relativno slavo, pa vsem tem, je to kolesarstvo kar atraktivno. Če pa ti zdaj neko hudo stvar v zvezi s kolesarstvom primerjaš z nekom, ki nič druga ne dela, ki vsak dan malo par fotk na Instagramu objavijo, pa kar nekaj to kolesarstvo, čeprav imajo veliko denarja, je tam toliko napora, da to večina ljudi ne bi zamenjala za to. In zdaj imaš ti vedno na eni strani tiste, ki niso prišli iz razvajenega sveta. Mi smo imeli veliko v športu, so bile prav tako, v nekaterih športih, ki so bili zelo naporni. Si vedno imel drugačno populacijo otrok. Take, ki so bili malo bolj revni, pa so bili pripravljeni več potrpeti. Recimo gimnastika nikoli ni imela nekih bogataških otrok, zato ker je bilo to vsak dan 5-6 ur treninga in to praktično noben ni zdržal. Lahko je šel, ker ga je veselilo, ampak je zelo hitro odpadel iz tega. Po drugi strani smo imeli so bili tenis, ki je bil tudi bolj drag šport, si večinoma imel samo otroke bolj premožnih staršev, ki so v osnovi po definiciji kakšni? Bolj leni, ne vsi, da ne bomo delali krivica, ampak če imaš ti vsega preveč, je večja verjetnost, da boš malo razvajen. V vrhunskem športu ni prostora za razvajenost. In tenis, mimo grede, je spet eden izmed športov, ki ti treniraš
5-6 ur na dan, vsak dan. In če ti hočeš biti v tenisu, tam zgleda sicer bel tenis, pa fancy, v resnici je to zelo krut šport z ekstremno veliko odpovedovanja, ne? In ti tu noter ne moreš dobiti tudi veliko teh rezultatov je prišlo iz unih držav, kjer so bili reveži v nekem trenutku, Jugoslavija, Srbija, Rusija, Češka in tako naprej. Ne? Ok, imel si tudi en del, ki je prihajal iz razvitega evropskega ali pa ameriškega sveta, ampak to je bila populacija izobraženih ljudi, ki so imeli zelo močne delovne navade. Recimo, če ti pogledaš kjerkoli po svetu, zdravniki so navajeni, da morajo veliko delati. In veliko se učiti. In zdaj, če ti prehajaš iz zdravniške družine, kjer sta oba starša zdravnika, ne, kot otrok celo življenje vidiš, da nekdo skozi dela, pa skozi študira. Se pravi, in to je tebi nekaj normalnega v družini, ne, da pač ne greš sam zabavati se, ampak da skozi nekaj delaš. Ne. Zdaj, tudi če prehajaš iz dobro situirane družine, recimo to, kar je na zahodu prihajalo, ne, iz takih družin, ali pa ne vem, neki odvetniki, ali pa neki taki, ne, oni so pač razvijali zraven ustrezno odnos do dela. Ne. Potem si imel pa pri nas, recimo konkretno je bil pa ta problem že precej drugačen. Zakaj? Zato, ker v letih, ne vem, 30-40 let nazaj, ne, se s tenisom ni mogel ukvarjati sin zdravnika, ker je zdravnik preslabo zaslužil. Ne. S tenisom so se ukvarjali otroci unih obrtnikov, ki so bili takrat prvi kapitalisti v nekdanji socialistični Jugoslaviji in so imeli, ne vem, plastiko delali, pa ne vem kaj, ker to so bili edini, ki so lahko toliko denarja plačali, da je nekdo se ukvarjal z tenisom. Recimo. Zakaj bi bil tenis specifično tako drag? Tenis je zelo drag, recimo golf je še dražji. Ja, okay. Tenis je država nikjer ne financira tega. To je vse na stran, mislim, na bremenih staršev. Smučanje je tudi zelo pomembno, zelo podobno bilo, ampak je problem bil, da je bilo smučanje tako nekako dolgo leta nacionalni šport, da se je strani države podpiralo smučanje, so bile akcije, ki so bile pa tudi državna podjetja so financirala noter, in smo mi zaradi tega tudi v nekem času imeli tudi nekaj smučarjev, ki ni bilo vse na bremenu staršev, ampak je bilo na bremenu klubov države, ki so takrat v socializmu še dobivali neko precej močno socialno, finančno podporo strani države. Danes smučanje v Sloveniji skoraj ni več. To je spet ekstra drag šport in je zelo malo ljudi, ki imajo toliko denarja, da lahko to sfinancirajo tako, kot je potrebno. In zdaj tudi, če hočeš imeti vrhunske rezultate, moraš imeti eno bazo tega, ni dovolj, da je en tak, ker rabiš imeti pritisk z vseh strani, in tega je ta trenutek pri nas premalo. Na kolesarstvo bi se vrnil, kaj si ga prej omenil. In sicer bi se na fenomen slovenski, pa bo pol se tudi enega vprašanja dotaknila, ki me zanima na splošno, zakaj smo Slovenci taki norci v športu, glede na to, koliko nas je, ampak vprašanje, ki bi ti ga prej postavil, je Pogačar. Kaj je ta, Odegaard, kaj je ta drug, ali Vingegaard, ali kaj je? Vingegaard, ja. S tem sta imela močne duele. Ti iz vidika športnega psihologa, ki razumeš, koliko pomemben je mindset ali pa psihologija športnika, glava, po domač povedan. Kaj si opazil pri Pogačarju? Zakaj je on deklasiral lahko? Tudi toliko izjemnega človeka, ki je bil Vingegaard. Ja, zdaj, jaz mislim, da preprosto zgodba Pogačar je še bolj izjemen, kar se tega tiče. Pogačar ima prvič izjemne fizične sposobnosti, drugič izjemne tudi psihofizične sposobnosti. Sam spomnite se unga, recimo 2 leti nazaj, ta zadnje etape Tura, ki so se, oziroma pred zadnje etape, ali kako je bilo, ki so se kronometre, ki so se spuščali iz Nice dol proti Nici dol, ali kako je že bilo tam čez okrog Monte Carla, ki je 120 km na uro vozil, to pač tista etapa je bila za mene čisto trgana, s tako hitrostjo se voziš dol, ob tem, da je tako že imel bolj ali manj skoraj dobljeno tekmo že tam, in je bilo zelo težko sploh, ampak on jih je tam še za, ne vem, minuto pa pol premagal ali 2 minuti takrat. Tako da zagotovo ima psihofizične sposobnosti, tudi psihe ekstremno močne. Druga stvar, ki pa je pa
njegove navade, ki so. On, zadnjič mi je razlagal zgodbo, kako je za 12. rojstni dan vmes kaj čakal, da pridejo gosti, a ne. In rekel, zdaj pa jaz grem. Pa ne vem, mama ali oče, rekel, kam greš? Je rekel, do Krvavca pa nazaj. Je rekel, čakaj, ti dobiš ljudi. Je rekel, sem jaz do takrat nazaj, ne. Pred 12 letih. Ne. To je pač način tam iz Komenda, ne. Iz Klanca dol gor je pač, ne vem, nekaj ti vzame. Ne. Ja, z avtom bi rekel 20 minut, po moje. No. Gor pa dol ne prideš. Ne, 20 minut do gor, ali pa 15. Ajde. Ja, ampak s kolesom je pa to... Ja. Še malo, ampak on je to vmes, kaj čakal, da pridejo k njemu voščiti za rojsten dan, je to vmes potoma naredil, ne, pred 12 letih. Ne. To je pač nekaj, kar je, a ne, zdaj še, to Vingegaard ima še eno zelo specifično stvar, ne, izrazito ta za ohribe, a ne, kar je tudi Primož relativno precej boljši za ohribe, a ne, Pogačar je pa praktično skoraj posod, razen v najbolj takih klasičnih šprintih je pa premalo močen, posod druge je pa enormno poseben, ampak to je v zadju veliko ene discipline, enega načina dela. Enkrat sem ga poslušal, ga je vprašal, kako trenira, pa je rekel, 5 ur na dan s pulzom nad 150. Kaj je to cona? Pač na najvišje cona. Ja. Zdaj to je tako, ampak to je težko. In to se moraš navaditi. To se pravi, to se moraš ti navaditi. Večina ljudi tja pride malo, pa ko me čaka, da bo šla ven iz tega, on se pa pač navadil, da v teh conah lahko tako močno trenira. In to je zdaj, nekaj so sicer sposobnosti, drugo je pa dejansko, tudi način dela. On je zdaj do neke mere dosegel toliko velik stvari, da bi lahko rekel, pa zakaj bi jaz to delal naprej, se imam dosta. Ne, pa bo najdel še kaj, česar ni dosegel. Pa če bo tako nadaljeval, bo verjetno presegel mogoče skoraj vse resne mejnike, kar jih je. Zdaj, tako da to so v bistvu stvari, ki so specifične pri njemu, pa verjetno izvirajo tudi to, da ni prišel tleh iz mesta nekje en otrok, ki ni imel kaj delati, ampak je bil tam na vasi, pa se je s kolesom vozil, pa še kaj pomagal, pa mu ni bilo težko. To so v bistvu vse stvari, ki ti omogočajo, da se potrudiš. Ampak to moraš biti navajen 20 let prej tako živeti ali pa 30 let tako živeti. Če si prej navajen na easy iskati stvari, potem je to težko v športu. In jaz mislim, da je ena izmed zelo velikih razlogov, zakaj Slovenci smo res uspešni v športu, eden izmed ključnih razlogov je tudi to, da dolgo časa nam ni šlo tako dobro. Mislim, ne govorimo o rezultatih, ampak čist z vidika standarda. Bolj, ko imaš bogate ljudi, bolj postanejo razvajeni. In zahodni svet je že izrazito razvajen, mi še nismo bili, žal pa to, kar jaz opažam v zadnje čase, pa že večkrat opozarjam, pa to noben ne vidi, ni več tako. Mi se trkamo, naš olimpijski komitej se trka po prsih, smo imeli 4 olimpijske medalje, dajte stran družino Prevc, pa ni nobene medalje. Najboljši rezultat je 9. mesto. Družina Prevc ni nastala zaradi olimpijskega komiteja ali pa kogarkoli. Zdaj, če njih zbrišeš, je najboljši rezultat na olimpijskih igrah ki je bil v Italiji, 9. mesto skakavke Nike, v dan. To je najboljši rezultat. To je katastrofa za slovenski šport, za zimski šport. In mi počasi padamo, za noben tega noče videti. Padamo iz več razlogov. Prvič zato, ker nimamo več take podpore v športu, kot smo imeli nekoč, ker se je to razblinilo, ker ni več ta pravi motivacije ljudi, ker napačni ljudje vodijo slovenski šport. In drugi razlog to, da naša populacija otrok postaja zmeraj bolj razvajena, tako kot so bili nekoč zahodnjaki. Mi smo pa ujeli en močno motivacijo, ker prej v času juge zelo veliko naših tekmovalcev sploh ni moglo priti na velika tekmovanja, ker pač so imeli velikrat Srbi pa Hrvati prednost, pa tudi več jih je bilo. Pri 22 milijonih ti težko prideš, če gre samo eden. Pri 2 milijonih pač en predstavlja državo. In je veliko lažje. In je ta motivacija iz tega, da ti lahko prideš na olimpijske igre, kar je bilo prej skoraj težko, razen mogoče v smučarskih panogah, težko, možno druge pa ne, je ta zdaj motivacija, kar enkrat bila z samostojnostjo precej večja verjetnost, da prideš na velika tekmovanja in to izzove mogoče še to, da se ljudje malo bolj potrudijo. Ampak ta val počasi
izgineva. In zdaj, če bomo mi hoteli imeti rezultate še dolgoročno naprej, se bomo morali veliko bolj sistematično delati. Jaz velikokrat primerjam tako, mi nimamo selekcijo v Sloveniji. Recimo na svetovnem prvenstvu v Canberri leta 1997 v gimnastiki smo imeli 2 svetovna prvaka, Mitja Petkovška pa Aljaža Pegana, pa 5 tekmovalcev. Vse države so imeli 8 tekmovalcev, ker 8 tekmovalcev lahko pripelješ. Zakaj smo mi 5 pripeljali? Pri moških govorim, ker je takrat 5 Slovencev treniralo odraslih gimnastiko. In od teh 5 so vsi šli na svetovno prvenstvo in 2 sta postala svetovna prvaka. Kitajci so jih pripeljali 8, pa ki so imeli doma še 200 takih, ki so vsi lahko nosilci medalj na svetovnem prvenstvu. In zdaj selekcija pri nas ne obstaja. Pri nas nimamo selekcije. Se pravi, vse, kar vsaj malo kaže nek talent, pa tudi taki, ki nima nobenega talenta, se mi z njimi ukvarjamo. Ampak to naši trenerji že dolgo časa vejo, da tako je, da je mogoče vsak, ki on pride k njemu trenirati, manj talentiran kot je on kot trener. In zdaj, če hoče kaj narediti, mora iz tistih 3, 4, 5, ki jih ima, nekaj narediti in se mora zelo, zelo potruditi. Če se ne potrudi, ne bo imel rezultata. In potem mogoče v 20 letih enega najde, ki je pa res malo talenta, in taki, ki so v Sloveniji res malo talenti, taki so lenuhi. Zakaj? Zato, ker on, če je res talent, v tisti mehni skupini ljudi vedno zmaga, brez da bi karkoli treniral. In kako boš ti enemu otroku razložil, da mora trenirati, če mu ni treba, če on tudi, če ne trenira, vedno zmaga, če je talent. Eno izjavo imam tvojo klele zapisano. Ja. Talent je izgovor za lenobo. Ja. A je to, kar s tem misliš? Ampak to sem jaz neštetokrat videl. Zdaj, v Sloveniji, seveda ti pri 12 letih vidiš, ali pa 10, da je nekdo talent. In on, če je talent, on vse premaga, brez da bi karkoli, ker je toliko malo tekmovalcev pri nas. In seveda, na kjerokoli tekmo pride, on v vsakem primeru zmaga. In pol mu trener reče, ja, pa veš, pa moraš trenirati, pa si on misli, zakaj bi on treniral, vse sem zmagal. Seveda, če bi se on pri 12 letih boril s Kitajci, z Nemci, z Američani, z Rusi, ne bi zmagal. Sam pri 12 letih teh tekem skoraj ni. In ko on pride pri 16, 17, 18 na mladinska prvenstva, takrat pa ni več zmagovalc, ampak takrat je pa on že 10 let za sabo imel slabega treninga ali pa pomanjkljivega treninga in je to potem težko preskočiti. Se pravi, pri nas, po drugi strani, pa seveda trenerji se pa vsega tega zavedajo, pa vejo, pa se neštetokrat sekirajo, pa se ure in ure pregovarjajo z nekom, da bi mu razložili, da pri 10, 12 letih, da če ne bo resno treniral, ne bo nikoli naredil rezultata, ker on je prepričan, da ga bo. In zdaj tam, kjer trenerju to uspe, se potem ta talent tudi počasi spreminja, začne razumeti, da mora imeti da mora veliko delati in potem tudi začne veliko delati. In pol tudi ve, jaz sem mogoče edini v Sloveniji, ki sem talent, pa treniram 8 ur na dan. In ko pride trenutek tekme, si misli, da jaz to moram narediti rezultat, ker drugače brez veze, da vse to delam. Edini, ki sem, ki je talent in pol nastane pritisk in potem vplivom pritiska on začne kiksati. In zato rabimo psihologa ali pa psihično pripravo, ker se je ta pritisk ustvaril, ker on se je s tem pritiskom začel takrat boriti, ne pri 12 letih, ker pri 12 letih on ni imel nobene konkurence. Če bi se on mogel že pri 12 vsak dan s pritiskom boriti, ker bi bilo 100 ljudi, ki bi se on do 18 leta to naučil, tako se pa velikrat ne. In zato je potem tam mi moramo vskočiti, ker največkrat je to posledica enih takih ljudi, ki niso imeli dovolj težkih tekem in te odpornosti na stres velikrat, če niso dobro razvili. Ampak pot v Sloveniji do rezultata je čisto drugačna. Mi iščemo une, ki so malo talentirani, pa jih moramo vse dati na razpolago, če hočemo iz njih narediti rezultat. V Ameriki, v NBA ligi, se noben ne ukvarja s košarkaši. Un pride tja, če ni dosti dober, namesto tebe nekdo drug skoči. In trener reče, ja, se moraš bolj potruditi, ampak kako boš to naredil, to se oni z njimi ne ukvarjajo. To je prepuščeno na tebi. Seveda, ker imaš ti toliko kvalitetnih, da če eni spade, takoj 3 na novo preletijo. Pri nas pa nimaš nobenega. In če bi se eden vsaj malo pokaže, bo ta trener vse naredil, da bi vsaj iz tega nek rezultat naredil in zato je ena izmed specifik slovenskega športa tudi to, da se trenerji bistveno bolj potrudijo za športnike, kot pa v enih razvitih državah. Tam se ne. Tam si misli, če ta ne bo pa en drug. Pa nas enega druga ni. Ali bo ta, ali pa nobeden naslednjih 20 let.
A ne, vsakič, ko smo imeli neko generacijo, recimo smo imeli zelo dobro generacijo judoistk, pa je pa luknja. V judu je sploh problem, zato ker en gre v kategoriji na velika tekmovanja, kar pomeni, da če si drugi, ne moreš iti na velika tekmovanja. In če imaš nekoga, ki je najboljši na svetu, ga ne moreš premagati, ker ga niti tujci ne morejo. Ne? In to je 50 let luknje. In pol, ko gre v penzijo, mi nimamo tekmovalca. In to je zelo težko. Zdaj so nekaj let nazaj so to spremenili, tako da so vsaj na svetovni pokal lahko prihajata dva športnika v isti kategoriji, s tem, da so malo povečali to možnost. Drugače pa, ko gre eno penzijo, naslednjih 50 let imaš v tisti kategoriji totalno luknjo. In se ne da to pristopiti. Ampak ključna stvar, razlika med Slovenijo pa drugimi državami je, da se trenerji zelo zavedajo, da praktično morajo iz vsega športnika narediti vrhunski rezultat, kar pomeni, da se ves čas izrazito trudijo, ker je mogoče tole njegov edini top športnik, ki ga imajo v karieri. Drugi se jim pa ni treba. A mi daš lahko en konkreten primer od enega trenerja, ki ti osebno ga vidiš kot velik vzor lahko? Zdaj, od takih trenerjev je veliko, recimo, že samo pri teh skakalcih, tale Jani Grilca, to je v bistvu trener, ki je za svoje tekmovalce, on jih imel res veliko, to je bil Triglavski klub v Kranju. On je ne vem koliko svojih tekmovalcev pripeljal do olimpijskih iger, do svetovnih prvenstv, do svetovnih prvakov in tako naprej. Ampak to je treba vedeti, on je od majhnega naprej. To je tako izgledalo. On jih je s kombijem prišel pred hišo pobrati, jih je odpeljal na skakalnico v Kranj, z njimi treniral, jih učil od skakanja do psihične priprave. Če se je kdo potolkel, je mogel biti na pol zdravnik zraven. Skratka, psiholog, vse, kar je možno, je bil. Pa če je bilo treba, bi pa še v šolo šel, pa se z učilnico zmeral, kdaj bo popravljal matematiko, ker če je imel slabo oceno iz matematike, ga mogoče mama ni spustila na trening. Skratka, trener je vse naredil za tekmovalce, ker je vedel, da je to pač edina pot. Na Kitajskem jih je 200. Če prvih 150 ne bo, jih ima še 50, ki bo glih tako svetovni prvaki. In oni se ne sekirajo, če se en poškoduje. Recimo, en Mitja Petkovšek bi bil na Kitajskem čist možno škartroba. Zakaj? Ker je imel zelo velike težave s poškodbami. In zdaj pač tam, ki imaš ti 100 takih, ki lahko vsi medalje osvojijo, se pač, če se en poškoduje, si misliš, ne, se poškoduje. Se jih je 99 drugih. Pri nas smo iz njega naredili 2-kratnega svetovnega prvaka, 4-kratnega evropskega prvaka, nekoga, kar najlepši na svetu znal narediti neke vaje, pa je tudi v vseh možnih učbenikih napisano v zvezi s tem, ampak to je zato, ker pač nobenega druga nismo imeli. Bil pa seveda, ne smemo pozabiti, nič se ne da čist brez njega. Se pravi, športnik mora tudi sam imeti ene ustrezne delovne navade, pa to. Ampak pri nas se trenerji zagotovo bistveno bolj potrudijo, ker pač druge opcije nimajo. Recimo, prav v tenisu je bila taka zgodba, dolgo časa so razlagali, da če hočeš narediti rezultat, moraš iti ali v Barcelono, ali pa na Florido, ali pa enim znanim trenerjem, in pol so te starši, ki so imeli malo več denarja, otroka tja poslali, pa nobenemu ni uspela tam karijera. Zakaj? Ker tja jih spet 100 ali pa 200 poslali, in zdaj unita boljši so vzeli spet 3 najboljše, in med unimi 3 najboljšimi ni bilo Slovenca, ker je statistično gledano verjetnost talenta v Sloveniji tako mehna, da bomo mi zelo težko najdli talent. Naša edina možna pot dokazovanja je, se pravi, delo. Je pa res, da ena dobra stvar Slovenije pa je, da smo tako mehni, pa tako se poznamo vsi, da če ti prideš z neko težavo, pa rečeš, tale psihično kiksa na tekmi, tale ima, težave s poškodbami, če je nekdo, ki je dober, bomo zagotovo najdli in psihologa za njega, in ortopeda za njega, in ne vem, če ne vidi dobro, kogarkoli, skratka, za nekoga, ki je edini, ki nam lahko nekaj prinese, se bomo maksimalno potrudili na nivoju Slovenije, bomo najdli tiste ljudi, ki jih rabimo, da mu pomagajo. Kar je to čist drugače kot pa v eni veliki državi. In z tega, to pa je prednost te Slovenije. Karkoli rabiš, iz kjerkoli v Sloveniji si v 2 urah do centra Ljubljane. In lahko poiščeš ljudi. In tudi tako funkcioniramo. Mi smo se tako naučili, da iščemo, kako pomagati konkretnemu športniku, da bo naredil rezultat, ne kako iz
30 športnikov, ki jih praktično nikoli nimamo 30, narediti potem 3, ki bojo dobri. A ne? Če pogledava zdaj Slovence, ne, pa imava tukaj, pa jih bom čisto iz glave našteval, imava tukaj Kopitarja, imava tukaj Dončiča, imava tukaj Janjo Garnbret, Prevce, Pogačarja. Ja. Kako imamo mi lahko na tako majhno populacijo? Se pravim, da je ena izmed velikih stvari to, da se naši trenerji bistveno bolj potrudijo. Se pravi, bi rekel, da je to eden izmed glavnih faktorjev. Zagotovo to, da še nismo bili razvajena populacija. Me je strah, da se bo to začelo zdaj bistveno zmanjševati in če ne bomo najdli enega drugega dejavnika, nam bojo rezultati padali in nam že padajo. Ne? Se pravi, nismo bili še razvajena populacija otrok, kar zdaj ta generacija, ki zdaj prihaja, je v veliki meri razvajena populacija otrok. Ja. Na podeželju malo manj kot pa v mestih, ker je, če drugo ne, te življenje prisili. Imaš hišo, pa je treba iti po drva ven, recimo, pa rečejo starši otroku, pet po drva ven, ali pa naredi tole, ali pa skide sneg, ali pa kaj v mestu, če si, tega ni. To vse poskrbijo druge službe za tebe. In tudi z tega vidika je na vasi več izgovorov, tudi če ti ne vzgajaš zavestno, ampak že nekih opravil, ki jih morajo narediti skozi mladost in tako v bistvu otroke počasi učiš nekih delovnih navad in je to neka stvar, ki jih prisili, da malo več delajo in to je vse dobro v dobrobit temu, da bo lažje trpel na treningu, ker trening je pač trpljenje, ko enkrat prideš na visok nivo. Ne? In to je zagotovo prva stvar. Se pravi, druga stvar, ki je zelo dobra pri nas, pa ne smemo, jaz to večkrat poudarim, ena redkih dobrih stvari socializma, ki smo jo prevzeli za naprej, je bila to, da je šport imel eno visoko konotacijo, visoko vrednost. Ne? Ker je bil v vseh socialističnih državah je bil šport promocija sistema. In vsi so hoteli na velikih tekmovanjih imeti rezultate, ker je bil to dokaz, da je socializem dober. Zdaj, ta socializem je propadel povsod po svetu. Ne? Ampak odnos do športa je pa še zmeraj ostal. In ni čisto tržen. Pri nas še zmeraj država kar dost, pri nas se športniki ali pa starši velikrat pritožujejo, da država nič ne prispeva, ampak ni res. Recimo, če ti danes košarko treniraš, je praksa, da bo mogoče mlad košarkaš 50 € na mesec participiral zraven, da bo treniral v enem klubu, ampak je noter vključena dvorana, ki jo drugače v tržnih sistemih mora nekdo plačati. Jaz sem imel 2 moja bratranca, sta trenirala v Los Angelesu, so se preselili v Los Angeles, pa sta tam trenirala hokej. Tam so oni imeli 2-krat na teden imeli trening, vsaki čez vikend, ko so hoteli fantje iz kluba trenirati, so mogli najeti dvorano. Sami in so jo mogli plačati. In zdaj, če je 10 ljudi najelo dvorane, to mogo vsak plačati, 50 €, da so za eno uro pa pol 300 € ali pa 200 € dvorano najeli. To ni tako, kot pri nas, ki isti lahko cel dan trenirali, če so hoteli, pa danes hokej slabo funkcionira v Sloveniji, pa imajo veliko finančnih težav, ampak še zmeraj, če kdo hoče trenirati, relativno lahko trenira. In to je bila neka stvar, ki je prišla, ki je bila ali lokalno podprta, ali kakorkoli veliko teh se pravi trenažnih prostorov, recimo dvorani in tako naprej, je še zmeraj v lasti ali lokalnih skupnosti ali pa države, in je tam seveda veliko po neki cenejši meri dostopno to vrhunskemu športu, bom rekel, rekreativnemu ne več, ampak vrhunskemu pa. Ali pa je to financirano strani občin in tako naprej in to seveda olajšuje trening. Zato, ker trening pač stane. In zdaj ta vznesek je zagotovo v Sloveniji relativno ugodno v primerjavi z drugimi, ne pa vsi športi. Recimo tenisa ne morate na tak način trenirati. Potem recimo smučanje je tudi problema, ker je to vse zunaj, pa v Sloveniji tega malo, pa moraš iti v Avstrijo, tam boš plačal postavitev proge in vse skupaj. Golf je recimo tak, ki je težek. Ne vem, imamo relativno dobre športnike v judo. Judo zahteva eno relativno mehko telovadnico z blazinami in to so v bistvu stvari, ki so velikrat v šolah bile ali pa kjerkoli. To so v bistvu vse bili prostori, ki so bili relativno ugodno, jih je bilo možno dobiti in to je sistem, ki se je prenesel tudi še zdaj. In to je že recimo ena izmed dobrih stvari tega. Druga stvar je pa ta, kot sem rekel, da z osamosvojitvijo se je tudi en velik motiv sprostil, zdaj ljudje
računajo, da lahko pridejo na olimpijske igre, ker smo samostojna država, pa mehna država. Zdaj si predstavljate, recimo, Američani v atletiki, njihov 30 najboljši šprinter je boljši od našega najboljšega. Recimo, in zdaj on tam zelo težko pride v Ameriki v šprintu, če pride v Slovenijo, bo šel tako na olimpijske igre. Kjer je bil Sovnikar? On je bil v finalu, ne? Sovnikar je bil 8. Sovnikar je imel zelo lep rezultat, takrat najhitrejši Belci je bil takrat, ne treba vedeti. Ne? Ampak recimo, hotel sem povedati, da je taka, v velikih državah je tak pritisk že prej, da je zelo težko, oziroma noter pridejo reči tisti, ki so najboljši, ko ti naredi svojo državo, imaš mednarodno normo, ki je vezana na državo, velikrat in ti, če si kokar tok do neke osnovne kvalitete, prideš na olimpijske igre. In to je ena zelo velika motivacija. Jaz opažam, da vsakič, kadar športniki pošljemo na evropska, svetovna prvenstva, svetovne pokale, olimpijske igre mladih in tako naprej, olimpijske igre, to izrazito dvigne motivacijo ljudi. Če imajo možnost, da bojo šli na velike tekmovanja, bo mogoče še 2-3 leta ustrajali pri vsem tem, kljub temu, da nič ne zaslužijo. Ne? In to je zdaj, ko ti narediš novo državo, pa je mehna, pa je veliko novim športnikom odpreš motivacijo, to seveda se prispeva k temu, da je tok in tok več motivacije za to in toliko večja verjetnost, da potem iz tega nastane toliko in toliko dobrih športnikov. In to je osamosvojitev Slovenije povzročila takrat. Imeli smo veliko težav na začetku v ekipnih panogah, ampak iz tistih časov so vsi rekli, da smo Slovenci samo individualni športniki. Ampak ni bil problem v tem, da ne bi znali v ekipnih panogah narediti rezultat. Sam problem je, da za ekipne panoge nimaš dovolj, če imaš enega najboljšega, jih rabiš imeti vsaj 20, pa še ne samo to, pa teh 20 se mora kaliti potem v nekih močnih ligah, kar je Slovenija premehna. In dokler ni toliko in toliko veliko število, zakaj je v nogometu to najtežje narediti, zato ker je v nogometu treba imeti 30-40 top igralcev in ti igralci v slovenski ligi ne smejo nastopati, morajo nastopati v močnih ligah in ne na klopi, ampak igrati. Se tudi vidi, takrat, ko naši igralci unike gole dajejo, tudi v resnici gole dajejo, takrat mi kot reprezentanca lahko kaj naredimo, ko so oni na klopi, pa ne igrajo, takrat mi to težko naredimo potem rezultata. Tako da, ampak mi smo tudi to dokazali, da se da narediti, ampak rabiš pa seveda za to, da ti ustvariš 30-40 dobrih igralcev, pa rabiš malo več leta. In zato je v teh ekipnih panogah trajalo malo več let. Zdaj smo pa še zmeraj, vidite, odbojka je, košarka je tudi relativno na visokem nivoju, rokomet je z nekimi sponi in paci skozi na olimpijskih igrah na visokem nivoju, hokej, kokarkoli nismo zadovoljni, ampak še zmeraj smo 12, 13 na svetu. Tako da mi smo praktično v mnogih ekipnih panogah z izjemo nogometa zelo visoko. Ja, pa tudi fuzbol, če pogledava, imamo Oblaka, Handanoviča, Šeško zdaj, v Manchesteru Rastura, pa košarka pa sploh, takrat, ko se je poklopil, tle pač rabaš 2 igralca, ki sta nosilca ali pa enega, pa smo imeli takrat Dragič Dončić, Dončić je bil še 18-leten mulo, ampak takrat je ekipa kar nekako funkcionirala, pač tisto leto, ko smo evropsko osvojili. Mi smo bili 4. na olimpijskih igrah. No, sej to, tisti rezultat je, tam smo z malo smole ostali brez medalje, Po mojem, če bi imeli boljšo taktiko, bi prišli do medalje, takrat to je bila zagotovo za moje pojme močnejša ekipa, kot pa takrat, ko smo bili evropski prvaki, ker to je pa biti med 4 na olimpijskih igrah je pa res vrhunski dosežek. Pa vsi smo po moje takrat verjeli, da finale ne vide. Vse smo bili čist na tema. Kaj smo proti Franciji? Mislim, da so nas Francozi Kaj Dončić v zadnjem trenutku je bilo nekaj takega, se je zgodilo. Mislim, da je imel preveč faulo, pa da je šlo nekaj takega. Kako je bilo pol, Skratka, ampak hočem povedati, da jaz mislim, da je to ta pristop, da smo navajeni, da moramo predvsem z delom doseči, ker imamo premalo talentov. To je nekaj, kar zelo prispeva k temu, da imamo veliko dobrih športnikov. Ker pač si vzamemo, razumemo, da je treba delati in če dovolj dolgo delaš in dovolj dobro delaš, potem pač pride do rezultata. Je pa dejstvo, da so nekatere stvari tudi povezane z denarjem, pravi z nekimi pogoji, ki jih moraš imeti, z nekim razvojem tehnike in tako naprej, tle pa lahko postanemo problematični v tem smislu. In tudi jaz mislim, da nimamo tega na razpolago in da bo treba verjetno
vsaj neko okvirno selekcijo narediti, da čisto v vseh panogah pa res ne bomo mogli biti, ker če imamo 16,000 otrok na leto, imamo težko v vseh panogah svetovne prvake. Ja. Se ti ne kaže trg to naravno, kjer je panoge so tiste, ki se bojo nekako obdržale? Ja, sami vplivamo na to. Ne. Zdaj, dolgo časa nam je trg kazal, da smo na smučanju čist na vrhu, pa smo imeli 8 tekmovalcev v slalomu, zdaj pa nimamo nobenega. Tako da to se spreminja, ne. S tem, da je smučanje ta trenutek en precej velik problem, zato ker nimamo dvoran, kjer bi se lahko relativno poceni treniralo. Ja, vse, ker snega ni, bi mogli imeti dvorane, ne? Če bi hoteli resno trenirati, ne? Vsaj slalom recimo. Ne? Tako da neke stvari se spreminjajo, pa so drugačne. Smučarski skok imamo srečo, ker smo naredili pač projekt Planica, ki je najmočnejši projekt v svetu, to vrstno, in to se pa pokaže, ne, kot rezultat. Pa tudi smučarski skoki so disciplina, ki jo lahko tudi poleti treniraš, ne? Kar je pa čisto drugače kot smučanje. Ne? Daš plastiko gor in ta šport bo zagotovo ostal, drugi pa vprašanje, kako bo. Ne? Tako da, ampak tisto, kar se mi zdi zelo pomembno, je, ne? Da se mi moramo se nečesa zavedati. Ne? Če hočeš biti na vrhu ob tako majhni skupini ljudi, ki jih imamo, ne, otrok, se moramo zavedati, da mora biti naše delo v športu bolj kvalitetno, kot je delo Američanov, Rusov, Kitajcev in tako naprej. Ker je v njih pač več. In zdaj ni opcije, ne moreš razmišljati, da boš ti z bistveno manj talenta, pa s povprečnim ali pa podpovprečnim delom dosegel rezultate. To pač ne obstaja. In se pravi, če hočemo iti v zagotavljanje vrhunskega dosežka, bi morali delati na tem, da smo absolutno med najbolj inovativnimi državami, da vlagamo v to, da smo vedno korak pred ostalimi v neki tehnologiji, v neki tehnologiji treninga, tudi vrhunskega dosežka, ne samo to, v načinu, koliko veliko delamo s športniki, ker to ni na pot do rezultata. A ne, vse ostalo je nečimrno, če ti misliš, da boš z 10-krat ali pa 100-krat šibkejšim genetskim materialom dosegel boljše rezultate, kot jih drugi dosežejo. Pa nas pa selekcije ni. In čim bomo mi začeli, in to se nam zdaj dogaja, da v strokovnem smislu začnemo biti manj podporni, kot smo bili recimo leta 2000. Jaz se spomnim, leta 2000 je podpora vrhunskemu športu strani, ne vem, psihologov, kineziologov, medicine športa in tako naprej, bila vsaj na takem nivoju kot danes. Ali pa bolj sistemsko podkovane, bolj smo bili povezani s trenerjem. In to je seveda takrat, 25 let nazaj, prineslo prve 2 zlate medalje na olimpijskih igrah. Zdaj pa mi nekako tako včasih imamo občutek, ker razumemo, sej smo navajeni veliko rezultatov, vsi ti rezultati bojo kar prišli, ne bojo prišli. In že padajo rezultati. Zadnje olimpijske igre in zimske in letne so bile, zimske so dale občutek, da smo super dobri, zato ker smo imeli 4 medalje, ampak so bili posledica prevcev, če to odrežemo stran, medtem ko tudi na ostalih letnih olimpijskih igrah je bilo pa medalj bistveno manj kot sicer. In to bi mogel biti ta trenutek prvi alarm, da moramo nekaj spremeniti, da moramo podporo športu povečati, če hočemo imeti rezultate. Sam po eni strani bi bil lahko argument tudi to, da olimpijski športi pač niso tako popularni kot košarka, fuzbal, zaradi igralcev, ki dobijo pač enormno pozornost danes, če čistko pogledamo. Ja, ampak z vidika doseganja rezultatov pa uspeha, pa olimpijska medalja. Ne? In zdaj, ampak kdo to definira? Veš, kle je to? Ne? Ja, sej vem, ampak zdaj mi moramo nekaj vedeti. Ne? V Slovenci v vidiku nikoli ne bomo ustvarili ekipe, kot je Real Madrid ali pa Panathinaikos v košarki, ker preprosto smo premehni, da bi finančno to lahko podprli. Večina teh igralcev, tako pogledajte, Bayern ali pa to sploh niso Nemci, neki Nemcev pa vse ostali, tam so neki Francozi. Skratka, ti zato rabiš en zelo močen finančni znesek. In zdaj Slovenija v nogometu, v košarki nima nobene take ekipe, tradicije, da bi tudi kdo drug rekel, da imamo mi Olimpijo narediti tako močno, pa bomo mi postali lastniki. Pa vse to, kar se nekako dogaja, da so tujci kupili
slovenske nogometne klube, to jaz drugače podpiram. Čeprav tujci pa navadi ne znajo čisto dobro upravljati s slovenskimi klubi, ker zdaj, če si domačina, ti je fajn, da tvoj domač nekaj naredi, in si tudi pripravljen mogoče več denarja investirati noter, samo v Sloveniji tega denarja ni na razpolago dovolj. Preveč je športnikov, da bi imeli dovolj sponzoriranja. Zdaj pa, če pa tujc pa lahko pride v Slovenijo pa reče, kje pa jaz lahko dobim klub, ki pride v Evropo za tako nizko ceno, za 2 milijona. Je zelo težko kupiti klub, ki boš drugo leto mogoče igral v Evropi. In dajmo to narediti. Sam pol mora biti neka pravila, da s 2 ali pa s 2-3 milijoni budžeta bo klub lahko naredil kar dobro ekipo. Pa je mogoče še mladinsko ekipo. S tem denarjem, zdaj, če bi pametno delali, bi mi kar naenkrat imeli 10 klubov, kjer bi se posod plačevali, mislim, bi bili igralci plačani, zato bi bil denar za to, da se stadion zrihta in tako naprej. In bi mi pač tle igrali na dosti visokem nivoju. In to bi bilo za vse nas dobro. Tudi za unih 5 ali pa 6 Slovencov, ki bi v tako ekipo mednarodno prišli, bi se pač tam na dosti višjem nivoju lahko borili in to bi prispevalo k dvigu tudi reprezentančnih rezultatov. Ampak seveda to mora biti pol pravilo, da potem pride nekdo, ki pravi, da bo prinesel denar, pa ga pol na koncu ni, pa vse skupaj propade še bolj kot prej, ker noben nič razmišljal o denarju, pa ga tudi noben ni pričakoval. Tako pa zdaj vsi mislijo, da bo, pol pa tujc ne pride, oziroma pride pa ne prinese denarja. Ampak generalno se mi zdi, da jaz generalno podpiram to, ker se mi zdi, da če ti toliko in toliko več denarja prineseš v klub, bo ta klub lahko imel močnejše igralce. Je pa pametno, treba sicer s tem klubom delati, ampak to pomeni 10 močnih klubov, ki bi med seboj se borili in to dolgoročno pomeni dvig kvalitete. Ja, definitivno. Sam do tega prid, a je malo utopično sploh razmišljati, da to Sloveniji lahko. Mislim, mi imamo celjski klub. No, evo, Celje zdaj. Ki najbolj funkcionira, pa ima tujca. Zdaj glih taka čudna kombinacija Rusov pa Ukrajincov, ampak ne vem točno, kako jaz poznam drugače tam tudi ta glavnega. Zdaj, zadnje leta so dokazali, da se da. Ja. Zdaj, mariborski klub so kupili neki Turki, če se ne motim, pa ni čist ugodno se razpletlo, pol, ne vem, Lendavo imajo Madžarje, Gorico se ves čas govorijo, da bo nekdo kupil, pa ne vem, aj kupil, denarja ni prinesel. Tako da te klubi, če bi v bistvu jih neki resni ljudje pokupili, pa to oni se lahko za 2 ali pa 3 milijone na leto igrajo in imajo svoje nogometno moštvo. Zdaj, ljudi, ki imajo radi nogomet, pa veliko denarja je po svetu dovolj. Sam bi mogoče mogli tudi neko akcijo narediti, da jih pripeljajo sem, pa da se mogoče na nivoju reprezentance ali pa države postavijo mogoče neka pravila, da rečemo, da v slovenski ligi lahko nastopa samo klub, ki ima vsaj, ne vem, 6 igralcev v vsakem primeru slovenskega izvora na igrišču. Se pravi, s tem bi nekako, ampak to bi bila čisto dobra zgodba za moje pojme. Imeli bi močne klube, imeli bi močne tekme, tudi igralci, ki bi v slovenski ligi nastopali, bi mogoče lahko bili tudi reprezentanci, ampak kar naenkrat bi se seveda kvaliteta izboljšala in bi bila tudi za reprezentanco zagotovo to dobra rešitev. Ne bi toliko ven hodili, predvsem Avstrija, Nemčija, ogromno naših kritja. Predvsem ne bi hodili ven, recimo tudi do unga obdobja, so še v srednji šoli, da zaključijo šolo. Ja. Pa že takrat iščejo pot ven. To bi sigurno bilo zanimivo, ja. Eno vprašanje glede identitete športnika, ki se razvije. Pač s tem, ki ti lastno vrednost črpaš iz tega, koliko si dober na igrišču in vse, pride do tega razvoja neke hude identitete, hudega ega. Ja. Pa me zanima, si kdaj delal s kom, ki je doživel zlom te identitete zaradi poškodbe ali pa ko je nehal igrati. Zdaj, mi temu rečemo ekskluzivna športna identiteta, kar pomeni, da se nekdo identificira predvsem samo statusom vrhunskega športnika, ne pa hkrati tudi študent, pa ne vem, fant, pa punca, pa mož, pa žena, pa karkoli. Zdaj pa tisti, ki so res dobri, je to velika nevarnost, da se to zgodi. Zdaj mi se načeloma jaz se, kadar delam športniki, zelo v bistvu poskušam ukvarjati s tem, da imajo vedno vsaj še eno močno področje, ker predstavljaj si, da je
da si ti samo nogometaš, ne tisti trenutek, ko si potrgaš križne vezi, za tebe konc življenja, ko si misliš, sploh še kdaj kaj. In v trenutku nisem nula. Kaj sploh sem? Ja, nisem nič. Tako da veliko delam na tem, ampak drugače, če se spomnim nazaj, marsikdo je imel po zaključku kariere težave s tem. Marsikdo, vse si videl tudi v izjavah njegovih, kaj je bil recimo ljubosumen na to, da je nekdo od mlajših zdaj, ne vem, dosegel naslov svetovnega prvaka, pa ja, to je zdaj easy, zato ker ni več nobene dobre tekmovalke in tako naprej. To se je dogajalo tudi pri več naših. obrambene igre. Tako da to so bili primeri, velikrat je tako, da predvsem imajo to vrstne težave tisti, ki res niso nobene druge identitete zgradili. Zdaj, jaz sem videl v teh individualnih športih, je večina naših športnikov vsaj nekaj še študirala zraven in so imeli na nek način brez težav, so neke lastnosti, ki so jih kot športniki razvili, obdržali, ampak so se usmerili na neko področje, ki ni bilo več športno ali pa je bilo trenažno, kakorkoli, ni bilo to stvar. In tam je bilo manj težav. Posebej pri kakšnih ekipnih panogah, kjer so pa niso doštudirali, mnogi zato, ker nekaj ne bi zmogli, ampak zato, ker ni bilo treba. Če je pri 18 letih če so nekomu dali 2000 evrov plače pri 18 letih, ni hodil več v šolo. In to je seveda, zdaj, če je on pol nekaj zaslužil, naredil, nima niti srednje šole recimo narejena. Pol je bila zdaj neka ideja, če je dosti zaslužil, bo kupil nek lokal, pa bo nekaj delal iz tega, ampak velikrat nima niti znanja za to. In so veliko teh zgodb propadlo. Tako da so bili taki primeri, ki so imeli zelo veliko tovrstnih težav, pa tudi so zabredli potem v finančne težave, ker pač dotoka denarja ni bilo več, v športu te zelo hitro pozabijo, če nisi več tam, ni nič, zdaj pa, če so znali, imaš na eni strani, ne vem, Petro Majdič, ki je danes povsod po svetu, po Evropi, v Sloveniji na veliko predava o stvareh in pač je naredila čisto lepo drugo kariero zraven. In jo danes že veliko bolj poznajo po tem, da ona predava zraven, pa malo razlaga, kako priti do uspeha, kot pa samo potem, da je bila vrhunska tekačica, pol imaš pa kakšne, ki ne vem, ne veš, kaj delajo po koncu kariere, ali pa kakšne, ki so po koncu kariere, vemo, da so propadli, da so, ne vem, dobili nek denar, ga nekam vložili, se to ni išlo in je bilo zdaj katastrofa. Tako da veliko je odvisno od tega tudi, kako so jih starši vzgajali. A je bilo šport edina stvar, ali so razmišljali, zdaj boš ti nogometaš, tebi ne bo treba nikoli več nič delati, ali pa so rekli, ne, to je zdaj super, mi te spodbujamo, ampak ti hočem, da tudi vsaj nekaj doštudiraš. In pa, ko je bilo konec kariere, so se začeli pripravljati, kaj bom delal po koncu kariere. Tam so seveda te zgodbe veliko manj boleče, pa veliko bolj okej, ampak je pa veliko takih, ki seveda tudi včasih zelo dolgo ne zaključijo kariere, zato ker preprosto imajo občutek, da nič druga nima več v življenju. Kaj bom pa pol delal? In dokler je možno vleče kariero, zdaj, če prinašaš rezultate, to je win-win situacija za vsega. In za njega, in za panožno zvezo, ki ima vsako leto tudi dotok denarja, zato ko en prinese medaljo ali pa to. Ampak včasih pa veliko pa je takih, da pravzaprav so v nedogled vlekli to kariero, zato ker pač ni vedel, kaj bi počel. Imam veliko takih v mislih, ampak jih ne bom zamenjal. Ja, seveda, itak, kot želiš. Drugače, Sara Isakovič sem že parkrat sklele gostila. To je olimpijska, druga je bila, ne? Ja. To je Peking. A je bil Tokio? Pismo Tokio. Po mojem, Peking. Ja, Peking. Pa je tudi zdaj zelo, zelo uspešna v tem, kar dela. Tudi bolj v psihologiji. Sara Isakovič je tudi študirala v Ameriki. Ja, to je res. Ona je šla v Ameriko trenirati, pa hkrati študirati. In ima študijo. Zanimivo te plavalke. To je zanimiva zgodba. Plavalke imamo tam tudi, prve sta bile sestre, Kejžer pa to. Veste, to so vse ljudje, ki so študirati v tujino, ampak so na koncu tam do dobrega študija prišli in danes delajo neko
funkcijo znotraj kariere, so profesori, so ne vem kaj, ampak to so vse izobraženi ljudje. Pa zanimivo, ne? Plavanje je tudi eden izmed zelo napornih športov. To ni šport za frajerje, ampak to je šport za garače. In to je vedno bilo zanimivo, da tisti, ki so najbolj garali, tisti so vedno zraven še študij delali, pustimo kakšne izjeme. Ampak na eni strani si imel take, zdaj, če gremo pogledati recimo neke nogometaše, te so včasih trenirali uro na dan. Ne 8 ur, ne 6 ur na dan. Pa ne v 5 zjutraj. Ja, uro na dan, cel dan je malo hodil po kavicah, malo se je fajn imel, On bi z lahkoto doštudiral študij naredil. Zakaj? Ker je treniral, ne vem, popoldne, uro popol, študij večinoma dopoldne poteka, skratka, vse bi se dalo narediti. Ampak oni niso naredili študija. Ki je pa plavanje treniral zjutraj že 5 ali pa pol 6 do 7, imel prvi trening, pa pol, ne vem, od 6 do pol 9 drugi trening, je pa zraven še študij naredil, ali pa gimnastika, recimo, Aljaž Pegan je vedno razlagal, da je imel 12 treningov na teden, po 2 vsak dan, razen ob sredah in nedeljah, ki je bil sam enega. In rekel, jaz sem hodil na faks, pa spat, počivat, pa šola, pa trening, pa šola, pa počivat, pa trening. In tako se je, to je rekel, tako sem jaz treniral 30 let, ali pa še več, do 40 leta. In je rekel, in ob nedeljah popoldne sem imel frej, dopoldne je bil trening, pa v sredo sem imel popoldne frej. In v nedeljo sem si pustil za kakšne druge stvari, v sredo sem pa imel že cel teden plan, kaj vse bom v sredo delal, ker drugače nikoli ne moram nič delati, ker je vse zasedeno do minute, je rekel, ampak na koncu je bila sreda zvečer in jaz nisem naredil nič. Kljub temu, da sem imel celo popoldne frej, ker ga drugače nisem imel, mislim, nič posebnega. In sem se na koncu naučil, da če imam jaz urnik do minute narejen, naredim veliko več, kot če imam free vsega skupaj. Ampak hočem povedati, on imel eno popoldne freja, drugače pa hodil na faks, pa trening, pa jest, pa počivati, pa faks, pa trening in to je bilo celo življenje, 30 let. In zdaj zanimivo je, da ravno tam, kjer je tega dela treninga največ, takrat velikrat te ljudje še faks zraven naredijo. In zdaj, če imaš to, če imaš nek poklic pol, ki si ga tudi sam zbral za to, da te je veselil, pol je ta preskok bistveno lažji. Kako bi pa pri mlademu človeku bilo pametno pristopati do tega kot starš? Torej, ko jih daješ v šport, kako jim predstaviti šport na način, da bojo imeli notranjo motivacijo, pa vedeli, da se cel svet ne vrti okoli tega? Velikrat sem rekel takole. Pri nas je praksa, da za šport ponavadi skrbijo očetje, za šolo pa mame. Mislim, tudi mame vozijo okrog, ampak oče pa navadi tisti, ki je bolj zagret pri športu, mama je pa tista, ki zahteva, da ima tudi solidno dobre ocene. Lahko samo to, da zleze, da nima negativnih, lahko ne vem kaj. In pol neštetokrat se zgodi, da se oče postavi čist na stran otroka, pa reče, ja, vem, a lahko saj toliko narediš, da boš uno dvojko imel, da ne bo mami težila, reče. V tem smislu, boš pa lahko nemoteno treniral, ampak toliko, da mami ne bo težila, in od tega, koliko mami teži, je odvisno, koliko veliko nekdo ali pa dobro nekdo študira. In brez te mami v tistem primeru ne bi bilo študija. Ker nekdo, ki ima zelo rad šport, a se lahko nogomet ali pa matematika pa fizika kosa z nogometom, če si nogometaš, zelo težko. Se pravi, pa če reče ti, to vsi bojo imeli ne vem kakšne pogodbe, kaj meni treba se zdaj matematiko učiti, reče. Če mu pa že v srednji šoli dajo pogodbo finančne narave, pa je pa to sploh katastrofa. Ne bom jaz hodil v šolo, zakaj? Ne rabim tega, rečeš. In z tega zornega kota je v bistvu zanimivo, ampak se pravim, v individualnih panogah, nekaterih, kjer je res veliko treniranja, se to nikoli ne zgodi. Je pa res, da v teh individualnih panogah tudi ni denarja. Oni že ko gre v panogo, pa ves čas, ko se odpovedujejo stvarem, vejo, da to, da oni zdaj trenirajo, najvišja nagrada je, da bojo šli na olimpijske igre, ne pa, da bojo od tega živeli. In ker tako razmišljajo, jim je jasno, da morajo zraven razviti še identiteto, študijsko identiteto, jaz pa, ne vem, bom psiholog, jaz bom pa zdravnik, jaz bom pa, ne vem, elektroinženir.
In ker to razvijajo, ker vejo, da druge variante nimajo, oni to razvijajo, nikoli nimajo ekskluzivne športne identitete. Ja, lažje se mogoče identificiraš s likom športnika, kot pa, da bo on kemik ali pa psiholog ali pa zdravnik, ampak ve pa, da mora to narediti, ker od tega ne more živeti. Nogometaš, košarkaš, odbojkar, hokejist, vsi razmišljajo, da bodo od tega živeli. In to zelo vpliva, kako ti postaviš, pa vidiš neke stvari. Ja, po eni strani pa tudi dopuščati, da so te sanje prisotne, ne? Da mu lahko uspe. Seveda. In tudi jaz mislim, da je treba to. Ne? In starši bojo pač, to sem enkrat napisal, ne, da starši so tisti, ki so odgovorni za to, po kateri poti bo šel otrok. Starši uničijo več karier kot trenerji. Ja, ampak bolj gre za to, ne, da starši, ko njihov športnik začne zelo dobro funkcionirati, pa začne zmagovati na tekmah, ne, že imajo, tako kot otrok, imajo sanje, moj bo pa Messi, moj bo pa Ronaldo, moj bo pa to, moj bo pa Una. Ne, in oni potem začnejo počasi druge aktivnosti, ne, ker je to težko. Biti vrhunski športnik, pa še šolo zraven delati je težko. In začnejo prioriteto dajati na šport, šolo pa porivati stran. Ne. V športu so očetje močnejši in zelo hitro začnejo šolo porivati stran, zato ker je tudi tekmovalec poriva, ne, ker mu je bolj zanimivo športom se ukvarjati, kot pa matematiko ali pa fiziko se učita. Ne. Zdaj, če je mama dosti močna, pa reče, ne, dokler ne bo šole naredil, on se lahko jutri poškoduje, pa je konec njegove kariere, on mora šolo narediti. In če je mama dosti stroga, da ne dovoli, da se otrok izogne temu, potem pač na koncu mora vsaj toliko narediti, da neke osnovne minimalne pogoje zadostijo. Ne. Če pa popusti ali pa nima te avtoritete v družini, potem pa on, če so dobri rezultati, počasi se začne nagibati k športu, pa šolo ali pusti, ali zaključi, ali odloži, ali kakorkoli, in pa je pa že vprašanje, ali bo to do konca enkrat doštudiral. Ne. In tle v bistvu se mi zdi tisto, kar je zelo pomembno. Ena študentka je enkrat rekla, da je tam v svoji šoli rekla enemu otroku, ki je igral nogomet, pa bil je v 5. razredu, moral bi biti pa v 8. To je bila še takrat 8-letka. In mu je rekla, ti kaj misliš šolo narediti? Ne? On bi mogel biti že v 8, bil bi že zmeraj v 5. Pa je rekel, Tvorčica, mi smo imeli doma bojni posvet. Tako je rekel. Kako to misliš? Je rekla, ja, starši smo se usedli za mizo, pa smo se pogovarjali. Ali fuzbol, ali šola. Pa smo se odločili za fuzbol, je rekel. Nikoli ni bil v nobeni reprezentaciji in nikjer, skratka, ni imel ne fuzbola in ne šole, ampak niti osnovne šole zaključene ne. Se pravi, to ne sme biti stvar izbire. To morajo starši v enem trenutku reči, da to ni dileme. Edina dilema je lahko, če greš ti v Italijo, da boš online delal šolo ali pa da boš tam delal šolo ali karkoli, ampak srednjo šolo to prvo moraš narediti, zato da imaš poklic, ki ti bo omogočil, da boš lahko normalno živel, če se ti kariera ne razvija v pravo smer. Kako pa se pogovarjati z otrokom, ko nekdo res kaže izjemen talent, pri 10 letih, 11 letih, fuzbal, basket, nima veze. In ga čisto vsi okoli njega pumpajo. Ne? Trener, ta prvi, navijači, drugi starši, ti boš nasleden Ronaldo itd. Ne? Kako pa ti kot starš lahko poskrbiš za to, da on dojema to skromnost, ki mu jo lahko poškodba prinese ali pa karkoli, tako da ima glavo na mestu. Kako bi se ti lotil tega? Zdaj prva stvar, ki je, ne? Pogosto z otrokom začnejo tudi starši sanjariti. To je najslabše, kar se lahko zgodi, ker potem začnejo otroku odpuščati majhne grehe. V smislu, nisem imel časa, zmatran sem bil in ne vem, pridejo v nedeljo zvečer s tekme in rečejo, ja, jaz imam pa še angleščino pa fiziko za rešiti. Ne? In res je čist zmatran, vrti se mu, zato ko je bilo naporno. Ne? In kaj zdaj, mama reče, bom jaz angleščino naredila, fotor reče, ti pa fiziko naredi. On je imel že v petek te 2 naloge, vse jih ni v nedeljo dobilo, ne? Ampak v petek se je zelo hitro naučil, da če bo v petek rekel, da ima to za nalogo, bo rekla mama, to prvo najprej nalogo narediti, nikamor ne gremo prej. Če bo on to nedeljo po tekmi, ki je čist zmatran, ki vsi vidijo, da je zmatran, rekel, jaz imam še to za narediti, ne, se jih bo zasmilil in bo poskušali pomagati. Zdaj, mi ne smemo
popuščati otroku. Jaz sem neštetokrat videl, kako so otroci, ko so delali kariero, recimo mladinski, ne vem, svetovni prvaki in tako naprej, kar naenkrat je on začel komandirati starše, sploh ni bilo več avtoritete staršev. Starši so zato, ker je bil on uspešen, mu vsem popuščali in on se je začel tudi skrajno neugodno obnašati. Arogantno, do staršev, do vseh. Ne. To pač ni vzgoja. Mi moramo znati otroke vzgojiti na račun uspeha in ne smemo v ničemer popuščati. Ampak to spet se vračam na tisto, kar sem na začetku govoril. To je avtoritativna vzgoja, to ni permisivna vzgoja. Jaz vem, kaj je dobro za tebe in to boš delal. Ok, jaz se lahko pogovarjam s tabo, ti lahko prispevaš zraven, ampak to ni samo upravljanje. Jaz sem starš, jaz vem, kaj je za tebe dobro. Če vi pri 16 letih rečete svojemu otroku, a bi ti nehal se angleščino pa fiziko učiti, aj rabiš to. To bo 90% otrok z veseljem reklo, ja, ne bom se več učil tega. Vi tega pač otroku ne smete dati na razpolago. Ni otrok tisti, ki bo pri 16 letih vedel, bo enkrat rabo matematiko ali ne, ali zaradi točke ali zaradi česarkoli, ampak če mu vi date to na razpolago, bo on to vzel. In to preprosto ne sme biti na razpolago. Starši, o tem se ne bomo pogovarjali, to so moje osnovna pravila. Če si pri meni, jaz financiram vse skupaj in ti boš hodil v šolo. Jaz imam primere, ko pridejo starši k meni, pa niti ni otrok, nek športnik, noče hoditi v šolo. Star je 16-17 let, on nahodi že 2 mesece, pa bo nahodil v šolo. Pa jaz rečem, ja, kako pa si ti to zamisliš? Ja, to je brez veze. Jaz bom delal, jaz sem čez praznike delal tam v enem skladišču, jaz bom tam delal, 8 ur mi plačajo, 64 evrov vsak dan zaslužim, to nisem naumen, da bom jaz to bom imel ta ure, pa 500 bom imel na mesec, pa mi to čisto zadošča. Ne? Aha. Star je 15 let, 16 let. Sem rekel, prvič, a že kdaj delal? Ja, enkrat je rekla mama, ja, enkrat je delal 1 teden, ampak že drug dan ni šel v službo, ker mu je bilo pretežko. Aha. Sem rekel, zdaj, kako pa si predstavljal? Rekel, jaz bom šel delati v skladišče, pa bom pa plačal izredno, pa bom isto študiral, ne, ob delu. Sem rekel, čakaj, zdaj mi ti povej. Zakaj bi šel zdaj izredno študirati, če tega ne rabiš? Zato, ker je mami sitna, ne, ker mami teže. Aha, ok, zato, ker je mami sitna, bo šel delati. A ti boš plačal to, ker to je privat šolanje, ne, če si izredno. Ne. Ja, v bistvu si predstavlja, da bojo starši plačali, da bo on šel privat. Da ne bo hodil v redno šolo, ker se isto uči sam zastonj, bojo starši plačali. Zato, da bo on šel delati. Da bo nekaj zaslužil, se rekel, ampak zdaj, čeprav jaz razumem, ti cel dan zdaj v šolo ne hodiš, nič se narediš, razen da greš popoldne za 2 uri boksati v klub. To je vse, kar ti narediš. Zdaj ti hočeš mene prepričati, da zdaj po novem boš pa ti dopoldne 8 ur delal v skladišču, prenašal žakle in ne vem kaj, pa boš šel popoldne za 2-3 ure trenirati, sposobiš pa od 8 do polnoči pa učil študij. Rekel, če ti starši verjamejo, da boš to zmogel, jaz ti preprosto ne verjamem. Jaz sem imel toliko otrok, niti slučajno ne bo se to zgodilo. In ti že pričakuješ, da bojo starši plačali tak študij. Če bo jaz tvoj starš, ničesar ne bi plačal, ker ne verjamem, da se bo to zgodilo. Ker če se zdaj, ker cel dan nimaš kaj delati, ni zgodilo to, zakaj se bo pa zgodilo, ko ti 12 ur na dan delal? Je rekel, ja, da sem ubijalec sanj. Sem rekel, to je realnost. Ampak 3 mesece je spet hodil v šolo, po ne vem kolkem času, ko ni hodil, ali pa spet nehal hoditi. Ampak starši so mu dovolili. In otroci so pravzaprav do neke vrste ogledalo staršev. Ne? Če starši popustijo, pa če verjamejo, če mislijo, da bo nekdo zdaj naredil 3-krat več, pač ne mislim, ampak jaz sem pa toliko takih otrok videl, da takimi ne more prepričati. In zdaj tisti, ki gre lahko privat šolo, gre lahko delati tak, ki je izrazito priden, pa je prednost tega, da gre privat, ali da zaradi točk ni prišel na študij, ki bi rad prišel, pa ga samo to veseli, ali pa zato, ko ima neko drugo delo, pa neke druge obveznosti, ki mu ne omogočajo tega. Zdaj recimo, če hočeš iti igrati, biti hokejist, imam primer recimo športnika, ki je v reprezentanci, ne članski še do 20 let, ne?
Ampak on tam, kjer igra, zdaj zaključuje študij, srednjo šolo, gimnazijo. In zdaj, če bi hotel iti študirati nek resen študij, ko si ga je zamislil, ti študije dopoldne. Ne? Zdaj, če on hoče iti študirati zdaj v 2 klubih, kjer na dosti visokem nivoju v Sloveniji to poteka, pa so trenirajo dopoldne. On ne more iti študirati tega. Zdaj, on sploh ne more tega študirati, zato ker to, kar si on zamislil fiziko, ne, tega ne moreš iti privat študirati. Ne. Se pravi, ta fizika je takrat dopoldne in zdaj, če hočeš takrat hoditi na faks, ne moreš trenirati v močnem klubu. Lahko trenira v tem klubu, ki je, ampak tle bodo šle stvari navzdol. In on se bi mogel zdaj pri 19 letih odločiti, ali pusti šolo, s tem, da bi rad šel študirati to. Fiziko ne greš kar zato, ker ne veš, kam bi šel študirati. Ne? Če se za fiziko odločiš, te mora to veseliti. Mislim, a ni pa to, da bi dobil scholarship na MIT-ju, recimo? Ja, če lahko dobi v tujini, to je druga stvar. Aha. In če dobi v tujini, to je tudi zdaj zgodba, kjer je treba prediskutirati, ali obstaja kaj takega, ampak pri nas v Sloveniji to ni mogoče. to ne. pa šteka. In zdaj to so pač edine opcije in zdaj se bo on mogel odločiti, ali da bo obdržal, da bo rekel hvala lepa karieri, čeprav si želi to narediti, ne. Verjetnost, da bo prišel do vrhunskega rezultata, je zelo majhna, Ja, itak. zato ker je pač to težko. A ne. Tudi če bo prišel do tega, da bo član državne reprezentance, pa tudi če bo igral v neki tujini, ne, kar je zelo težko, ampak če bo s tem mogoče enih 50 let služil plačo, nič velikega pa ne bo mogel prišparati. Ne. Ja. Tam na drugi strani bo imel pa na faksu službo, ki si zamisli, študij, ne vem, fizike, fizik bo, lahko se bo zaposlil kjerkoli bi hotel, delal bo nekaj, kar ga veseli, ne. Koliko mora pa reči v glavi, vrhunske kariere, konc, jaz bom sicer mogoče v tem mladi reprezentanci še skozi, pa to, ampak trenirati moram pa nekam, kjer trenirajo popoldne oziroma zvečer, ker je to edina možnost. Ne. Tako da, taki so recimo, ampak to je že recimo nekdo, ki ima toliko jasno idejo, ne, da on ve, da je enkrat konc te kariere, pa da mora poskrbeti tudi za kaj druga. Ne, in je v bistvu ta način, da se pride posvetovati, pa razmišlja o tem, kaj je prava odločitev, to je nekaj, kar je tehtno, kar je v takih stvarih, se ne moreš v 5 minutah odločiti, ampak moraš prediskutirati vse, zato da sprejmeš odločitev, s katero lahko čez 10 let tudi si pomirjena. Ne. Tako da, ampak to je že en izmed tak, ki nima sam te ekskluzivne športne identitete. Tisti, ki pa imajo sam to, kaj je konc kariere, je lahko zelo, zelo težko za njih. Ja, tudi po eni strani, kot sem naštudiral, si zelo zagovornik nekega tega nemotivacijskega pristopa iz vidika tega pumpanja motivacijskih govorov, ampak nekega sustainable, vzdržljivega sistema, po katerem človek lahko progresivno napreduje. Pumpanje je čisto v redu, ko priješ na svetovno prvenstvo pa na olimpijske igre in je trenutek in zdaj pač vse, kar smo naredili, je super, zdaj pa probamo še nekaj narediti iz tega več, zato da bo to mogoče pripeljalo do medalje. To je že vse v redu. Ampak to ni ta prava motivacija. Ta prava motivacija je, da ti točno veš, kaj si. Osnova motivacije je vedno neka želja. Ne? Večja, kaj je ta želja, večji ima potencial taka motivacija. Ampak še en problem ostaja, da moraš ti verjeti, da lahko ta cilj dosežeš. Ne? Ampak ko si se zavedal neke želje, si iz tega postavil nek cilj, nek motiv in potem se začne tvoja dejavnost obračati v to smer, ne? Da bi ta cilj dosegel. Ne vem, bil državni prvak, bil evropski prvak, bil svetovni prvak. Vse te športne stvari ti pomagajo, da najprej rečeš, da boš državni prvak, pa rečeš, da boš evropski, svetovni, na koncu boš rekel olimpijski prvak. Ker si konec olimpijskih iger, ker si prišel do naslova olimpijskega prvaka, imaš pa potem spet neke notranje cilje, ki si jih lahko, ne vem, ki si jih lahko postaviš, pa rečeš, jaz pa bi rad šel, ne vem, 5-krat na olimpijske igre. To ni nobena medalja, ampak je to nek tvoj cilj, ki je mogoče spet tebi veliko pomeni, ne? Pa je lahko iz tega spet neka nova motivacija izvira, ampak v osnovi jaz moram imeti nekaj zelo izzivalnega, k čemur stremim, če hočem, da to izzove mojo motivacijo. In to moraš konstantno skrbeti, da nekaj tako obstaja. Tisti trenutek, ko to zgine, tvoja motivacija opade in bo tvoj trening nek, bom rekel, banalen. Vse boš hodil na trening vsak dan, ampak ne boš vedel točno zakaj in to ne more pripeljati rezultata. Te motivacijski govori so pa lahko na nekem ključnem trenutku pomembni, takrat, ko smo vse naredili, pa zdaj mogoče bomo še
en korak več lahko naredili, ampak to je vedno tako, to se izpoje. To ne moreš 7-krat isto narediti. To enkrat Pa da bo narediš, vsako jutro ne začel. moreš. To je pač v zadju, mora biti neka delovna navada. Ti si navajen, da pač toliko in toliko ur na dan delaš, treniraš, iščeš nek tvoje poti taka, da vedno iščeš neke izboljšave in tako naprej. In to te pol pelje naprej. In to je stvar, ki si jo v bistvu skozi mladost se naučil, in to je seveda tudi v veliki meri naloga staršev in trenerjev, da te naučijo tega pristopa, ki bo konstantno peljal v smer nekega uspeha. Te so dagestanski borci, Khabib pa druščina, ne? No talent, only discipline, ta mentaliteta nekako, tam se pač trenira, tam nima veze, a si ti talentirana, nisi, pač treneri in to je to. In se zelo pol kaže, kaj producirajo ven, ne? In te ljudje, ki zdaj prihajajo proti tem ameriškim, naduvancem, jih lomijo za šalo, ne? Ja. Dejstvo je, da je povsod tako, da večinoma delo prevlada. Ne? Mi rečemo, da je tako, 80% je delo, pa 20% je talent. Ne? In mogoče v zgodnjih, na začetku, preden začneš resno trenirati, se seveda talentirani zelo odstopajo lahko, ampak če si razumeš, da je to 80-20, ne? Lahko nekdo z res dobrim delom veliko noter prinese, pa seveda, če si pa poleg tega še talent, pa imaš tudi to delo, poleg pa to seveda zmaga, ne? Če to zmoreš narediti. Jaz mislim, da neke take stvari so se, ne vem, pri enem Pogačarju sestavlja, ne, da pa Janja Garnbret, recimo, pa to so pa tipi, ki pač imajo in eno in drugo, in potem seveda so v tem kontekstu precej nepremagljivi. Ne. Kaj pa bi za Luko Dončića rekel? Definitivno je talenta, ne. Sigurno, ne. To je verjetno eden definitivno največjih talentov med slovenskimi športniki, ne. Mene je prijetno presenetil v letošnji sezoni oziroma v lanski letni, on je že na Evropsko prvenstvo lani prišel zelo dobro pripravljen, precej bolj tudi fizično se je videlo, ena drugačna disciplina, ki je bila v zadju, in to se je pol pokazalo tudi čez celo sezono, so bile njegove igre bistveno na višjem nivoju. Ne. Je pa vedno nevarnost zelo talentiranih športnikov, da pač, ker so tako dobri, pol malo manj vložijo noter energije. Ne. In to se po mojem tudi pri njemu kdaj na trenutke dogaja. Ne. Letos mislim, da ne, letos je zelo veliko dobro treniral, se je to tudi pokazalo. Je pa nevarnost. Ne. Je pa ena druga stvar, ki se moramo zavedati. Ne. V športih, kot je košarka, lahko en tako velik uspeh, kot ga on doseže, ljudi spremeni. Osebnostno jih lahko spremeni. In velikokrat jih spremeni na slabš, da postanejo razvajeni, nečimrni, ne vem. In začnejo spreminjati tisto pot do uspeha, ki jih je do uspeha pripeljala. To se velikokrat dogaja, ne. Že pri nas sem videl velikokrat nekoga, ki je bil, ne vem, prišel do olimpijskih medalj, pa dobiš nek občutek, da si dober kar tako sam od sebe. Ne. In zdaj meni ni treba več toliko trenirati. Ne. Najboljši športniki, svetovni olimpijski prvaki trenirajo največ. To jih dela take, da so dobri. Čim ti padeš noter, pa si misliš, jaz lahko isto dosežeš z manj dela, je to že pot k propadu. In je pa seveda težko zmeraj znova si poiskati še nove motive. Pa še ena stvar, ki jo recimo jaz opažam pri Dončiću, ki je lahko težava, predvsem ko igra za slovensko reprezentanco, v nekaterih stvareh njemu ostali niso dorasli. Način, kako on recimo neko asistenco da, velikrat drugi naši igralci niso sposobni tega realizirati. Zdaj ti tam igraš v NBA ligi z najboljšimi košarkaši, tisti vsako njegovo dobro asistenco pretvorijo v koša, in to je seveda nagrada za tebe. Ti si dal sicer asistenco, ne koš, koš je največja nagrada, ampak če daš asistenco, pa zabije, je to tako, kot da si ti koš dal. In si ti zmeraj bolj motiviran, da te stvari delaš. Ko pa ti daješ žoge, pa se te žoge ne zaključujejo z nekimi atraktivnimi koši, pa počasi nimaš tega občutka, nimaš tega feedbacka in se to vedenje začne zmanjševati. In on potem lahko definitivno pri nas da takih asistenc bistveno manj, zato ker pri nas tudi ne naletijo na tak ugoden odziv. In na koncu seveda
je zagotovo lahko njegova igra doma lahko slabša, kot pa je recimo proti v dresu Lakersov. Je pa treba kljub vsemu nekaj vedeti, ima eno zelo dobro osnovnost praktično, če le zmore, še nikoli ni zavrnil igranja za slovensko reprezentanco, kar je pa izrazito pozitivno. On je tudi na neke take relativno brezvezne tekme šel, kar je izrazito pozitivno. To mnogi košarkaši slovenski v preteklosti niso imeli tega. So igrali v NBA ligi, so prišli malo trenirati, ker jim je ta trening koristil za to, da je bil dobro pripravljen za ekipo, ko je bilo treba iti na Evropsko prvenstvo, pa ni šel zraven, da se ne bo poškodoval, da ne bo kaj škodil sam sebi. Tega Luka nima in to je po mojem kar stvar, ki jo je treba zelo, zelo ceniti. Ker velikrat so taki zvezdniki muhasti. On v tem pogledu ni muhast in je to zelo dobra stvar, ki zelo motivacijsko deluje tudi na ostale. Če imaš ti pač takega igralca, pol tako reprezentanco vsi z veseljem pridejo, zato ker pač veš, da lahko vsaj na trenutke dosežeš bistveno več, kot pa če takega igralca nimaš. Tako da to se mi zdi kar ena dobra stvar, ki jo je treba pohvaliti pri njemu. Ja, mislim tudi to, kar nam je lepega prinesel že z mladimi leti, pa da smo lahko spremljali ta njegov uspeh iz Real Madrida, pa pol Dallasa. Mislim, jaz še zmer mislim, da on spada v Dallas, ne vem. Ampak to je moja perspektiva. Paso mi je tja, ne vem, a veš, novitski kip tam dobi, tako Dončić, imel ga boš in pol v ta LA. Imam rad Lakers zaradi Kobija, pa vse. Ampak tle bo on naredil in finančno in tako po mojem večji rezultat. Misliš? Ja, jaz mislim, da ga bo naredil. Tam je pa seveda bil z vidika miselnosti, je pa bolj pasel noter, z vidika, to je pa bila miselnost, tam so bolj sprejeli belca, evropejca kot ta glavnega, kot pa ga v Lakersih, seveda. Mislim, kavbojski klobuk mu je pasel. To je bilo definitivno tam, ampak to je zdaj zgodba, ki je mimo. Biznis. To je zgodba, ki je mimo, bolj je bilo zanimivo, kako je on takrat to čustveno težko dojel. Zanimivo. Pa je potem po drugi strani ta čustva znal zelo dobro tudi uporabiti, zato da je prav proti njim igral še posebej dobro. To pa je. Tako da to mi je takrat, to je bila en tak primer, kako lahko ti tudi negativno čustvo izrabiš za to, da ti pomaga v neki situaciji. Hkrati je pa imel seveda po drugi strani še zmeri tudi za strani igralcev pa gledalcev tam v Dallasu pa zelo pozitiven feedback, kar ga je pa nekako tudi mu dalo feedback, da je tisto, kar je delo, bilo verjetno v redu, kar je tam delo. Plus, mislim, med Michael Jordana v svojem imeniku pa dostopan ga, ki je pa mojster tega, da je pač to jezo pretvoril v šampionske prstane, je pa tudi nekaj. Jaz mislim, da bo lažje prišel pri Lakersih do šampionskega prstana, ampak po mojem ne še letos. Ne, mislim, eno je zdaj ta poškodba, ki je mal strašna, mislim, te hamstringi so vedno nekaj, kar je lahko se ponavlja, ampak bomo videli pač se. Jaz mislim, da... Je pa tudi nekaj, kar bo treba po mojem, on že celo kariero igra enormno velik. Jaz ne vem, če kdo toliko velik igra kot on. Ok, sej pol, ko ti poškodbe v stran daš, tudi ni več toliko zelo velik, ker je kar dosti tudi poškodovano. Ampak jaz mislim, da bo se moral naučiti poslušati svoje telo tudi in znati, sploh zato, ker bo z leti zmeraj starejši, zdaj še zmeraj mlad, po mojem ima še 3-4 leta relativno tistega najbolj zdravega obdobja, pa so pa to take obremenitve, da če ne posluša svojega telesa, preprosto ne moreš odigrati cele sezone. In ti moraš na neki točki znati reči stop, ne morem, bom igral samo 10-20 minut, zato ker ne morem, posebej takrat, ker nam to ni potrebno. Kar je pa težko. Tle ima recimo tudi Pogačar, ena velika težava, se mi zdi, ker Pogačar ne zna reči ne, on pač gre in tudi če taktično mogoče ni najbolj pametno, on gre pač sam potegne in zdaj zaenkrat je še toliko dober, da si to lahko prvoši, ampak drugače pa se marsikdaj kaj tudi
s pametjo naredi, ne vse samo z mišicami. Je pa res, da se njegovo izhodišče drugačno. On je tokrat tudi samostojno naredil vrhunski rezultat, da se pač očitno počuti dosti močnega, da to lahko naredi na tak način. Ja, dobro. Matej Tušek, hvala ti za eno zanimivo debato. Z veseljem upam, da potegnejo športniki kaj koristnega za svoj rezultat, pa za razmišljanje o karieri. Mogoče tisto, ki se mi zdi zelo pomembno večkrat povedati. Ekstremno je treba biti potrpežljiv, vztrajen, upati si tvegati, pa ne vsakič kar takoj naslednji dan pričakovati nagrade za to. Včasih pride nagrada čez 3 leta, 4 leta, 5 let. In tisti, ki so dovolj vztrajni, imajo bistveno večjo verjetnost, da bodo do tega uspeha prišli. Jaz upam, da jih bo čim več tudi še v naslednjih letih, pa da so moje strahovi v zvezi s tem, da smo preveč razvajeni, pretirani, ampak mi, ko se pripravljamo na velike tekmovanja, vedno poiščemo vse možne scenarije in poskušamo pripraviti športnika tudi na najslabši scenarij, zato da bomo vse naredili rezultat. To je zelo pomembna stvar. Ne razmišljati, jaz sem center sveta, siguren sem toliko dober, da bom s pol slabšim treningom prišel do rezultata. Ne, bodimo skromni. Jaz vem, koliko sem pripravljen trenirati, kaj vse naredim, in jaz bom vse naredil za to, da se tudi mogoče enkrat kasneje ne bom očital, da nisem vsega naredil. In pol se moram na nek način, jaz tudi velikokrat svetujem športnikom, da pred velikimi tekmovanji rečem 15 sprehod, da se pogovori sam s seboj. Jaz prav je, da hočeš iti po medaljo, ampak prav je, da se tudi pogovoriš, da če te medalje ne bo, da si še zmeraj dober, da si ponosen do sebe, ker če si boš ustvaril prevelik pritisk, ga ne boš, kljub vsem tehnikam, ki ga uporabljamo, ne boš sposoben obvladati. Ja. Par knjig si tudi napisal, je res, ne? Kar nekaj takih knjig je bila tako osnovna knjiga, ki so jo z očetom napisala. To je bila prva knjiga na področju psihologije športa, z naslovom Psihologija športa. Na filozofski fakulteti je bila izdana, to že dolgo leta ni več, je v ponotisu. Ta se v bistvu dosega ali pa dotika vseh možnih osnovnih poglavij. Ta je zelo fajn za prebrati v knjižnicah, ki jo še zmeraj dobijo. Po mojem bi jo mogel čisto vsak športnik prebrati, da sploh ve, kaj si lahko iz tega področja, kje si lahko poišče neko pomoč. Potem, predvsem za trenerje, je ena zanimiva knjiga Motivacija, ključ do uspeha. Zato, ker če si predstavljamo, da ne bomo delali na selekciji, ampak na tem, da bo treba res dobro delati, bomo morali imeti enormno močno motivacijo. In to ne nastane samo od sebe. Trenerji se dneve razbijajo glave, kaj še narediti, da bi ustvarili neko dodatno motivacijo pri športniku. Pa tudi najnazadnje športnik sam se mora zavedati, da je odgovoren za to, kaj se bo z njim dogajalo. In ta stvar se mi zdi, da je zelo pomembna. Pol imamo knjigo, ki sem jo skupaj z asistentko napisal o trenerjih, o teh trenerskih procesih, pa ena knjiga za eno drugo asistentko sem napisal na temo rehabilitacije po poškodbah. To je tudi ena zelo pereča tema. Vsak, ki se kdaj je poškodovan, ki se vrača nazaj, je to en velik udarec za samopodobo, pa je treba se naučiti, kako priti nazaj, kako spet doživeti neko zaupanje, da tvoje telo zmore ali pa tvoja psiha zmore to, kar je zmogla prej pred treningom. Potem ena knjiga Živeti s stresom. Tekmovanja so vedno višek stresnih situacij in vrhunski športniki so tisti, ki na tekmah dosegajo najboljši rezultat, ne tisti, ki so na treningih svetovni rekorderji. In je treba se naučiti reagirati v stresu. To je razlog, zakaj smo psihologi prišli v šport. Se pravi, da na nek način naučiš športnika, kako se umiri, skoncentrira, kako pade v, mi rečemo, ideal performance state v trenutku pred tekmo, se pravi, kako potegne vse, kar zna in pokaže točno takrat, kaj je potrebno na tekmi. To ni stvar slučaja. Včasih je stvar slučaja, sem takrat nismo dobro pripravljeni. To je stvar sistematične psihične priprave, da se ti pripelješ do tega, da boš točno takrat, kaj je potrebno znal to pokazati. Sam spomnim se olimpijskega nastopa Primoža Rogliča. On je 2 ali 3 dni prej na individualni tekmi
zelo slabo nastopal. In so vsi rekli, pa oni v dobri formi, dajmo to rajš Pogačarju. On se je celo leto pripravljal točno na to tekmo. In zanimivo tisto, kar se mi zdi izjemno velika stvar Hauptmana, ki je bil takrat selektor naše reprezentance, hkrati pa Pogačarjev šefa, ne? Ampak on je rekel, ne bo Pogačar te tekme. Ta tekma je za Primoža. Primož se je celo leto pripravljal na to tekmo. Jaz njemu zaupam, da bo to naredil. In Primož mu je to v največji možni meri vrnil, ne? Pokazal. To je nekaj, če se jaz pripravljam 1 leto na to, je to čist druga stvar, kot ena tekma, ki sem jaz tudi probal nekaj narediti, ampak ni bila za mene narejena. Jaz v svoji glavi nisem 100-krat doživel tega, da tam pridem do medalje, tlejo pa je. In tle se je pokazalo, kako en dober trener zna razumeti to psihošportnika in zna tudi zaupati športniku. In že ti kot trener, ki niti ni tvoj trener, ampak je od tvojega konkurenta trener, reče, ne, ti boš nastopil, jaz vem, da si ti. Koliko je to tudi na nek način Hauptmann takrat z to svojo sugestijo tudi njemu dal neko samozavest. Ne. Jaz ti zaupam in ti boš ta prav za to. Ne. In to seveda, to sam kaže, kaj lahko ena taka dobra naveza, trener pa športnik potem tudi naredi. No, ampak mi se borimo za to, da bi športnik padel v taka stanje, se spomniš, kako je šel čez ciljno črto, pa sploh ni vedel, da je konc nastopa, so mu že potem mahali. To je tista zgodba, ki pokaže, ne, v takih stanjih si mi želimo, da bi športniki bili na največjih tekmovanjih in to je naše delo, da jim pomagamo, da padejo v ta stanje. Tam se potem delajo vrhunski dosežki oziroma taki rezultati, ki jih potem vsi zapomnimo za celo življenje. Stanje, kjer sploh ni rezultat cilj, ampak je pota. Ne? Ja, in v bistvu, ko padeš v to stanje, je toliko močen užitek, da uživaš zaradi tega, ker je tisti en občutek, da sem močen, da sem samozavesten, da imam vse pod kontrolo, da se mi nič ne more zgoditi, kar nisem predvidel. Flow, ne? In ta, se pravi, ko prideš noter, zdaj, če se mi naučimo, da znamo na tekmah pasti v to stanje, potem je pač to tisti višek tega, kar lahko eno sodelovanje tudi s psihologom podnese. Bomo dali od spodaj v opis in knjige in povezavo do tvoje spletne strani, če že kdo hotel kaj več prebrati. Povezavo do spletne strani pa sploh lahko. Ne? Super, hvala za povabilo, pa veliko uspeha tudi z drugimi intervjuji naprej. Hvala lepa, ti je bilo v redu? Super. Dobar. To je to, Jakob. Cut. Če ti je bila epizoda všeč, polje del s svojimi ljudmi. Projekt lahko podpreš tako, da subscribaš ali pa v opisu pogledaš še ostale možne načine. Tukajle imaš pa že naslednji predlagan video, če bi rad gledal Underdog vsebine še naprej. Lepo bod.